Put your head up, play! Živijo Blaž, kako si, kako gre? Živijo, dobro, kar v redu, no. Sploh po teli debati zdajle. Misliš, debati na Spaceu? Tako je, ja. Ja, tokrat smo rekli, da bomo kar tole Space debato, ki smo jo posneli na Twitterju z našimi poslušalci. Upam, da si boste lahko v prihodnosti tudi vi kdaj vzeli čas in se nam pridružili. Nekaj se jih je tudi opogumili in dodali svoje mnenje. Upam, da v prihodnosti še več. Ja, mi da moramo pa samo en kratek napovednik posneti, tako da bodo poslušalci vedeli, zakaj se gre in zakaj je morda kvaliteta zvoka malenko slabša kot ponavadi, ampak mislim, da ne bo to moteče. Če še niste, pač lahko se nam pridružite na Twitterju @sportinfo.si, kjer obveščamo, da imamo te space. Vem, da v zadnjih časih podcasti niso tako pogosti, je pa veliko space debat. Tako da, če imate radi košarko, športno splošno, pač pridružite se nam na @sportinfo.si Twitterju in boste obveščeni, ko bodo space. In seveda lahko potem tudi vi kaj poveste, tako kot je Matej že omenil. In pa seveda, ko smo že ravno pri vsem temu spremljanju, ne pozabite se tudi naročiti na ta YouTube kanal oziroma na SoundCloud, Spotify, Google Podcasti, iTunes, kjerkoli. Pač že vam je najlažje za poslušati tale podcast in pa seveda, če kliknete kakšen všeček in komentar, to pa tudi vedno prav pride. Zdaj pa Matej lahko poveš, kaj smo kaj debatirali. Ja, v bistvu zdaj ravno kar gledam, kako Urban Klavžer igra za Real, ravno kar je debiteral pri 17 letih v Euroligi, tako da dobivamo novega zanimivega branilca, pa Gregor Glas odlično igra v Eurokupu, ampak to so teme za kakšne prihodne space, tako kot si rekel, Afna, Sportinfo.si, tam boste obveščeni, ko bomo pripravili novo space debato. Teme, ki smo jih premljali na tem spaceu, so pa mogoče malo žalostne, predvsem zaradi tega, ker smo se Dallasu posvečali tistim zadnjim dogodkom v Dallasu, tudi tem težavam, ki jih ima Luka to sezono. Zdaj so se te težave še malo potencirale, namreč po tem spaceu smo zvedeli še, da je Luka tudi fasil COVID in bo, kot kaže, moral, vsaj če ne bo spremenil pravil, počakati vsaj 10 dni, preden bo lahko zopet stopil na parket. Zdaj po teh 9 tekmah, ki jih je že izpustil, bo zdaj izpustil še 6 ali pa 7 tekem, če ne bo imel kakšnih večjih težav s COVID-om, in glede na to, da ga je že prebolel in je tudi cepljen, lahko domnevamo, da jih verjetno ne bo imel, ne bi se vrnil potem 2. ali 3. januarja. Bo pa zamudil zdaj to prestižno božično tekmo pri nas v noči sobote na nedeljo, v ZDA seveda v soboto. Proti Utahu bo ta tekma in res škoda, da ga zdaj še nekaj časa ne bomo mogli videti na parketu. To je bila pa tudi ena od teh glavnih tem, o katerih smo debatirali, sicer ne to, da je Luka fasil COVID, ampak smo debatirali tudi o teh težavah, ki so zdaj v NBA ligi s COVID-om, s tem porastom te zadnje različice Omikron. Ravno pred kratkim je Silver dal intervju na to temo in povedal, da ravno ta različica, ki se zdaj strašno širi povsod, je tudi razlog za vse te karantene v NBA ligi, za katere pa treba povedati, da jih je več kot lansko sezono in morda tega tudi nismo pričakovali, ampak to je bila ena od topik, o kateri smo debatirali, predvsem kako bo to seveda vplivalo na ekipe, pa Dallas in Dallas. Pa še Dallasa oziroma tiste zadnje dogodke, zadnje članke, McMahonov članek o Carlisleovih razlogih za njegov odhod, o razlogih za trade Denisa Smitha juniorja, ki ga je Carlisle javno pred celotnim moštvom obtožil, da je ljubosumen na Luko in se tako zameril, seveda ne samo Luki, ampak tudi celotnemu rosterju, vsem soigralcem. O tem smo ogromno debatirali, vseh peripetijah, spletkah in dogodkih v Dallasu, ki jih je McMahon opisal kot Game of Thrones. Je rekel, da so bila zadnja leta v Dallasu kot v seriji Game of Thrones, zabadanje nožev v hrbet in stolčkanja in komovčkanja je bilo ogromno. To pa tudi ni najboljši znak za prihodnost tega kluba, tako da smo tudi malo podebatirali o Lukovi prihodnosti v tem klubu. Pa tudi morebitne trade, ki bi lahko pomagali Dallasu, da naredi korak naprej. Tudi o tem smo debatirali, pa o MVP možnostih, ne ravno Luke, ampak glavnih MVP kandidatih in morda možnostih, da se Luka še prebije med te kandidate.
Super povzetek si naredil, Matej, tako da najboljš pa za vse podrobnosti, da poslušalci kar skočijo na tale space in uživajo v poslušanju. Ja, mogoče sem bil malo dolg, ampak dolg je bil tudi tale space. Res smo bili zelo dolgi in se znajo te debate tudi zavleči. Ponavadi so v večernih urah že spet Afna, Sport Info Si, za tiste, ki bi radi kaj povedali ali pa samo poslušali, recimo. Ne rabite nič drugega, kot da se logirate na Twitter, če še niste, in se slišimo na Spaceu. No, ok, zdaj pa res skočva na Space. Če slučajno kdo želi besedo, če želi kaj povedati, kaj dodati, kakšno vprašanje postaviti, samo spodaj kliknite tisti mikrofonček, pa vam bom dal besedo. Če imate karkoli za dodati, za povedati, nas popraviti, bomo z veseljem tudi slišali vaše mnenje. A bo čakava še Markota ali kar začneva, Blaž? Jaz mislim, da lahko kar začnemo. Ok, lahko začnemo počasi. V bistvu, Blaž, sem si pripravil zdaj ene par tem, ki jih moramo obdelati. Mogoče bi lahko potem za konec še kaj rekel o trenutni MVP bitki, če se lahko mogoče Luka še umeša v boj za MVP-ja, kar v tem trenutku ne zgleda ravno realno. Ta je dvoboj, troboj ali četveroboj, mogoče lahko kaj o tem podebatiramo. Ena zanimiva topika je, ki bo verjetno v naslednjih dneh tudi postala aktualna, kaj lahko se zgodi, da bo sezona NBA-ja prekinjena zaradi covida. Ravno danes so NHL ligo prekinili za nekaj dni in lahko se podobno zgodi tudi v NBA, glede na to, da če spremljate seveda, in domnevam, da glede na to, da poslušate Space, spremljate Twitter, vsako minuto Watch ali pa Shams sporočita podpise novih igralcev ali pa kateri igralci grejo v karanteno, tako da če kdo slučajno spremlja, si bom kar odprl še tweet oziroma feed od Watcha pa Shamsa, da bom videl, če bo slučajno kakšna novica v mestu morda povezana z Dallasom. In je tukaj zelo veliko igralcev, res presenetljivo veliko, glede na to, glede na precepljenost v ligi NBA, ampak tako, kot je povedal Embiid, malo preveč so sprostili vsa ta pravila, dosegali so dogovor z igralci, da bojo sprostili vsa pravila o distanciranju in izoliranju, ki so bila na veljavi lansko sezono, in lansko sezono je bilo v bistvu manj okužb, manj karanten v primerjavi s to sezono, tako hudih 3 tednov, kjer bi toliko igralcev morali iti v karanteno, lansko sezono ni bilo. Ampak Embiid je povedal, oziroma dal neko zanimivo izjavo, kjer je rekel, da so v bistvu malo neprofesionalno ravnali, ker so vsa pravila sprostili in zdaj se lahko zgodi, da bojo tudi prekinili malo ligo, ampak to je tema za morda lahko na koncu še kaj o tem rečemo. Najbolj, da začnemo z Dallasom, da Blaž pa za Dallas sem za izhodiščno točko razmišljal, bi lahko morda uporabili tisti članek Tim McMahon, ki je napisal en zelo zanimiv ekspoze v bistvu v zadju dogajanja v Dallasu, kako je prišlo do odhoda Ricka Carlisla, podal dosti informacij v tem članku o stvarih, ki smo jih že vedeli, omenil je stvari, ki so bile že znane, ki jih je pa Tim Cato od Atletika napisal v članku že poleti, tistem članku pa predvsem pisal o Vulgarisu in Doniju Nelsonu in relaciji oziroma vseh spletkah in intrigah na relaciji med tema. Ampak kot zanimivo izhodiščno točko bi lahko uporabili to, da je Tim McMahon potem v enem intervjuju, ki sem ga slišal ta teden, omenil, dejal dejansko, da je v Dallasu v zadnjih 3 letih bilo kot Game of Thrones. Kar mislim, da je zelo zgovorno, tega sicer ni napisal v članku, ampak je dejal, da glede na vse dogajanje v pisarni, v ozadju, spletke in intrige, kot sem dejal, in predvsem stolčkanje ljudi, ki se pozicionirajo za stolčke, tudi to je Tim Cato že omenil v svojem članku, boj med Vulgarisom in Donijem Nelsonom, kjer je bil Vulgaris neke vrste shadow GM v senci, in zaradi tega je potem Donnie Nelson tudi zapustil draft 2020, užaljen odšel iz sobe
In potem je Vulgaris bil tisti, ki je izbral 3 igralce, 2 od teh nista več v njihovem rosterju. Green je pa veliko razočaranje, še posebej, če gledamo, kateri igralci so bili izbrani. Potem tudi za njim tole, Game of Thrones, vem, da se je tudi Marko zdaj pridružil, pa me zanima vajino razmišljanje. Zagotovo sta oba dva tudi prebrala tale članek McMahona o vsem dogajanju v zadju, predvsem seveda o odhodu Ricka Carlisla, kako je ravnal z Dennisom Smithom Juniorjem. Tukaj je bilo nekaj novih informacij, ki jih je potem tudi Dennis Smith Junior potrdil na Twitterju, je rekel, da je vse res, kar piše v članku. Blaž, boš ti ali Marko ti začel, kdo? Bom jaz začel, ker se moram potem na hitrico vrniti od tam, kamor sem prišel. Meni je predvsem zanimivo, kako lahko igralci, kot je Dennis Smith Junior, pa tudi Luka konec koncev, in vsi ostali v takšnih razmerah, ko se dogajajo takšne stvari okoli njih, od vseh škandalov v Dallasu do Vulgarisa, Donija, vsega. Carlisla, ko ponižuje igralce, kako lahko takšni igralci tako profesionalno odigrajo, dajo svoj maksimum v igro, ne glede na vse, kar se dogaja okoli njih. Mislim, psihično moraš biti tudi zrel, ne glede na to, ali dobiš minimum, ali dobiš 200 milijonov. Ko bi rekel, denar ti ne da samozavesti dobiš od znotraj. In navijači smo mogoče včasih res zelo kritični, ko gledamo, koliko nekdo zasluži, si mislimo, moraš biti kot robot, pa narediti toliko točk, pa ostale statistike, kako se pričakuje od tebe, če zaslužiš toliko. To bi bilo res zanimivo brati in razmišljati o temu. Toliko zaenkrat od mene. Blaž, izvoli. Marko, v bistvu bom tebi dal repliko. Vse v končni fazi, tudi pri nas v službi, vsi, ki smo v službah, vemo, da pač tudi tam se včasih dogajajo kakšne čudne stvari, pa ti še vedno potem svoje delo narediš tako, kakor je treba, pa pač je to tako. Mislim, nisi tam poklican za to, da se ukvarjaš s tem, kar recimo se mogoče v vodstvu dogaja ali kakorkoli. Ampak ena stvar, ki za me hoče omeniti, da si imel zelo pester teden zdaj v službi, oziroma ga imaš, ali kaj? Ne, pač jaz tako nasplošno govorim, da pač vedno pridajo kakšne situacije pač v službah, kjer pač pride do nekega, recimo, narekovajih sranja in potem pač to vpliva na celotno ekipo, ne glede na to, kje si na vrhu ali spodaj, ampak po drugi strani pa še vedno pač narediš tisto svoje, kar moraš, in to je to. Ampak zdaj pa, če se vrnem na Dallas, je pa v bistvu finta bolj v tem, da mene to kumovčkanje niti ni presenetilo, predvsem iz vidika, da govorimo o res dobro plačanih službah v ligi NBA. Mislim, da bi si vsak, tudi jaz, če sem čisto iskreno, če bi imel možnost biti v vodstvu enega kluba v NBA-ju za tisto plačo, tudi jaz takoj podpišem. In vsak hoče imeti dejansko možnost odločati in sestavljati roster, tako da mene v bistvu to niti ni presenetilo, sploh če vemo, da je Cuban tak zelo zanimiv lastnik, ki po eni strani drži roke na vseh, recimo temu skoraj da za njega najpomembnih odločitvah. Mislim, recimo, osebno mislim, da on kot ne športni človek, ne vem, če bi smel imeti toliko veliko vpliva na to, koga bodo podpisali, koga bodo tradali, za koliko bodo koga podpisali in tako naprej. Po drugi strani pa vemo o reportih, kako je v bistvu bilo tudi zelo razpuščeno vse v pisarnah in kako potem tudi rad kakšne škandale potem pomete pod preprogo, tako da v bistvu situacija, sej vemo vedno, da riba smrdi pri glavi, in tukaj je spet, jaz mislim, da je glavna krivda bila na Cubanu, ki ni že v štartu pač preprečil teh neumnosti in ni že v končni fazi, že to, da ni bila Vulgarisova vloga neposredno definirana, kaj on sploh počne v klubu, že to tukaj, mislim, v glavi verjetno od Cubana je približno vedel, ampak vse skupaj je verjetno bilo zelo medlo, pa potem na koncu mu je pustil preveč opcij oziroma preveč odgovornosti mu dal, ko mu jih mogoče ne bi smel, pa potem drug mu je vzel, pa mu sploh ni povedal, skratka celotna zmeda, in spet pridemo, da se vrnem na to, pač riba smrdi pri glavi. In to pa v bistvu opazujemo zdaj že kar dolg cajta, ampak iskreno je pa to, da zadnja leta, sploh za Slovence, je Dallas seveda upravičeno precej bolj zanimiv in se ga precej bolj podrobno spremlja, ampak vse te iste neumnosti je počel že prej. Sej tudi pod Dirkom so bile dosti podobne neumnosti, tudi pri sestavah ekipe vedno, da so bile podobne neumnosti, in
vse skupaj v bistvu zdaj sam bolj podrobno gledam, ker zdaj mislim, da tudi liga počasi ugotavlja, da pač ima nekega izvenserijskega talenta, ki ga Dallas praktično zapravlja. Ja, tudi Luka ni čisto brez kritik to sezono, tudi o tem lahko nekaj rečemo. In morda je bil v zadnjem času deležen celo preveč kritik, ker mislim, da je to, kar si zdaj povedal, ključno. Mislim, da ni nobenega dvoma več, da je Cuban slab lastnik, ampak sem videl, da se nam je Hrastnikov tudi pridružil, pa lahko še njemu damo besedo. Hrastnikov, živijo. Živijo. Saj mi je že Blaž pobral vse. Praktično se strinjam, da te Game of Thrones se dogajajo v vsakem klubu skoraj. Zdaj lahko gledamo evropski nogomet ali vaške lige ali pa NBA ali pa NFL franšize. Povsod se dogajajo te komovčkanja za položaje, za prevzemanje. Pač trenutno Slovenci Dallas smo bolj podrobno spremljamo, pa nam pol taki članki bolj padejo v oči, ampak podobne članke najdeš v vsakem klubu, o vsaki organizaciji, tako da to ni nič tazga. Glede Luke bom pa pol povedal, kot ste vi malo povedali, no? Ker lahko samo začnem, ker ste že bili pri Luki, da kritike so kar upravičene v veliki meri na potencial, ki ga on ima. Pustimo, da je še vedno vrhunski, pa super, ampak tisti, ki takole vidijo, kaj bi lahko se dosegel, če bi dal še naslednjo stopničko naredil, mu pa sem zameril. Pač vsak si misli, tak talent, ampak se mu ne da narediti še enega koraka. Ne? To zaenkrat. Ja, to je dobra izhodiščna točka za debato. Jaz bi se sam najprej še malo vrnil na Cubana in ta Game of Thrones, kot je opisal kulisje dogajanja v Dallasu, McMahon. Jaz vseeno mislim, da čistko hudo, kot je v Dallasu, ni v vsakem klubu. Intrige, spletke, komovčkanje, zastavčke in boljše pozicije in boljše plače, seveda več denarja, še posebej v NBA-ju, kjer so milijoni v igri, ne dvomim, da je tega ogromno v vsakem klubu. Ampak ja, mislim, da po vsem, kar smo zdaj prebrali od poletja naprej, kar je prišlo na plano, vseh spremembah, ki so se zgodile v Dallasu, to vendarle ne vidimo v vsakem klubu. In mislim, da je to posledica res izjemno slabega vodenja, te ribe, ki smrdi pri glavi, Big Fisha, Cubana, ki je seveda odgovoren za vse in tudi odgovoren za sestavo te ekipe. Zdaj pa pridemo do te točke, kjer se lahko seveda vprašamo, a je za sedanje rezultate. Mislim, da so trenutno 14-15, 14 zmag, 15 porazov imajo Dallas Mavericksi na 9. mestu, so tam do 5. mesta je še vedno zelo zgoščena situacija na lestvici, potem ima Memphis že malo prednosti, potem Utah in seveda Phoenix, Golden State posem na vrhu za razred ali dva pred ostalimi ekipami, vsaj na začetku sezone. Ampak ali je za to trenutno situacijo v Dallasu bolj odgovoren Cuban, ali je tudi recimo slabši začetek sezone Luke, ki je zopet prišel slabo pripravljen, v slabi kondiciji na pripravljalni kamp. McMahon je zopet poročal, da je prišel preko 260 pounds, torej preko 260 funtov, kar je tam nekje koliko, 120 kilogramov, če se ne motim. Ja, to okoli 120 kg. Ja, kar je zagotovo lahko zaskrbljujoče in je dejstvo, da Luka to sezono ne dosega svojega potenciala, ne igra tako, kot je zmožen. Čeprav že spet potem, to je ravno to, chicken or the egg, kura ali jajce, kaj je bilo prej, oziroma kaj je večji problem tukaj. Jaz mislim, da je za slabše igre Luke bolj odvisen spacing, slabše igre moštva, bolj kriv spacing, spremembe v ekipi, sistem z dvema centroma, kjer se ves čas v raketi najde 3 ali pa 4 nasprotni obrambni igralci, ker lahko seveda njihove ostrostrelce puščajo povsem same in jih tudi puščajo dosti bolj same. En zanimiv članek je Franko napisal na temo napada pred parimi dnevi in je samo en screenshot objavil spacinga v lanski sezoni v primerjavi s to sezono in se lepo vidi, da obrambni igralci, ko pokrivajo strelce, stojijo bliže igralcem Dallasa v primerjavi s to sezono, kjer so pa vsi
korak ali dva bliže raketi in potem, ko Luka prodera, pogosto vidimo situacije, kjer vseh 5 je, ali če ni prav v raketi, pa vsaj z eno nogo stojijo v raketi in pomagajo pri teh prodorih. Obenem pa tudi ta sistem z 2 centroma in Porzingisom, ki veliko igra post-up, ki mu je Kid dal precej več svobode in se lahko bolj svobodno giba. Carlisle mu je zapovedal, da mora stati na trojki in širiti prostor, medtem ko mu je Kid dal proste roke in dostakrat lahko vidimo situacijo, ko recimo Luka igra pick and roll s Pavlom na vrhu in se medtem Porzingis postavlja na post in želi žogo na postu. Skoraj da vsako tekmo lahko vidimo kakšno tako situacijo, ali pa ko eden izmed igralcev pripelje svojega obrambnega igralca, ko ali hoče utekati za hrbtom ali ali pa samo uteči pod koš, naredijo to v napačnem trenutku. Tem smo dosti govorili že o teh spremembah sistema, ampak da ne bom predolg, tukaj jaz mislim, da Luka dejansko ne igra tako dobro, kot bi lahko igral, bi moral igrati bolje, bi moral bolje priti pripravljen na same priprave. Zdaj najbolj fascinantno je to, da vsi vemo, da je imel dolgo poletje, igral za reprezentanco, ne samo na olimpijskih igrah, ampak predtem še na kvalifikacijah, skupaj je bilo to več kot 2 meseca, kar poštena 2 meseca časa, takoj po koncu sezone, potem si je pa vzel 3 tedne in v teh 3 tednih je tako kot je dober igralec, je očitno tudi izjemen v nabiranju kilogramov, tudi tukaj je vsaka čast, ker je mogel v 3 tednih, glede na vse te reporte, nabrati, kaj pa vem, 10 plus več kot 10 kilogramov. Mislim, se da, ampak to kaže, da je to lahko res ena stvar pri njemu, ki je lahko problem v nadaljnji karieri. To je pa tudi res. Če si pretežek, hitreje pride do poškodbe, dlje časa traja, da rehabilitiraš poškodbo, ravno to zdaj tudi spremljamo v Dallasu, ampak jaz še vedno mislim, se malo vrtimo okoli tega vprašanja, Chicken or the egg, mislim, ekipa, vodstvo, sestava te ekipe ali pa Lukova slabša igra, kaj je odgovorno za slabše predstave Dallasa. Jaz mislim, da se ne bi o Lukovi pripravljenosti zdajle čist nič ali pa skoraj da nič govorili, če bi Dallas zmagoval in če bi imel okoli njega sestavljeno boljšo ekipo. Mislim, da bi seveda imeli tudi več zmag in to ne bi bila taka topika. Zdaj sem bil pa zelo dolg, pa Blaž, Marko, Hrastenkov, ker izvolite besedo, repliko ali pa če želite še kaj dodati, pa samo dodal bi na hiter, če želi kdo drug še kakšno vprašanje postaviti, kakšen predlog povedati, kje se motimo, karkoli, samo tisti mikrofon spodaj kliknite, pa vam bom z veseljem dal besedo. Zdaj jaz glede Luke bom rekel, da je definitivno prišel slabo pripravljen na zbor ekipe, definitivno bi mogel bolj skrbeti za sebe, ampak po drugi strani pa mislim tudi, njegova statistika letos ni slaba, a ne, bom rekel tako, grem stav, da je marsikjer igralec, večina igralcev v NBA-ju, ki podpiše njegovo statistiko takoj. In zdaj ogromen kritik gre na njegov račun, ampak moramo pa se zavedati, da on v bistvu še vedno fantastično igra z tem, da sploh fizično ni dovolj dobro pripravljen. Zdaj, a je to krivo, da mogoče potem na koncu zgubljajo kakšne teke, pa to verjetno, ne? Ampak enostavno Luka ima toliko talenta in je tako zelo dober košarkar s tako visokim IQ-jem, da si ga jaz dejansko predstavljam tam pri 40 na pol, ko mi se še premika po igrišču, pa verjetno še vedno lahko hara v Euroligi. Tako zelo talentiran je in to po bistvu po eni strani kaže tudi zdaj v NBA-ju, ko res mislim, lahko pride, kot smo že omenjali, predebel kakšnih 15 kil, pa še vedno se ga zelo težko ustavlja. Mogoče ni toliko skočen, ampak njegove vragolije pa so še vedno tam in to je v bistvu en razlog, drug razlog pa je v bistvu ekipa, kjer pa itak vemo, da ekipa je že zadnjih 4 leta, odkar je Luka prišel, je praktično ista in samo v bistvu zamenjali so enega roleplayerja z drugim, slabi so bili pa vsi enako. In zadeva v bistvu
ne more biti boljša, dokler ne bodo res naredili konkretne rošade znotraj ekipe, ki je pa iskreno jaz niti ne pričakujem, ker če bi hotel narediti neko konkretno rošado, bi recimo že poslali karkoli bi Masai hotel za Dragića, ampak to samo zaradi tega, da se znebijo igralcev, na koncu pa itak po koncu sezone bi Dragić verjetno sprejel kakšen minimum ali pa karkoli in bi jim še cap space ostal. Tako da, ampak to niso bili pripravljeni narediti, niti izgleda, da niso pripravljeni narediti, in tudi kar ven prihaja iz pisarn, ni videti, da bi bili kaj preveč aktivni na tržnici, razen to, da so se pogovarjali za Kyrieja, potem pa je Cuban to takoj zanikal. Zdaj, če Cuban zanika, to pomeni, da verjetno so se res pogovarjali o Kyrieju, ampak ne vem, če ima Dallas v tem trenutku, da karkoli ponudi za Kyrieja. No. Tako da mislim, je večplasten problem in tudi ekipa v bistvu ne igra na splošno tako dobro kot lani, ker to smo pa tudi že v enih prejšnjih podcastih in spacih ugotovili, da Carlisle je v bistvu iz tako sestavljene ekipe postavil najboljši sistem, kako lahko dobi maksimum iz vseh teh igralcev. In zdaj Kid probava nekaj drugega in ni videti, da bi zadeva tako zelo dobro delovala, oziroma edinega, od katerega dobi zdaj vsaj neke vrste maksimum ven, je Porzingis, medtem ko od vseh ostalih pa bistveno več niti ne. No. Kvečemo, kot smo ugotavljali od Luke, mogoče celo neki manj, in zdaj več kot očitno to pač ni dovolj, da bi lahko bolj konkurirali v ligi, čeprav je Zahod pač res izenačen in se lahko zelo hitro stvari obrnejo, ampak še vedno jaz mislim, da ta ekipa, prvi krog končnice, kaj več, pa zelo, zelo težko. Dejstvo je, da te spremembe v napadu, ko si govoril o napadu, ključen podatek je seveda, da pod Carlisleom so bili 2 sezoni nazaj, so imeli najboljši napad lige, lansko sezono so imeli 8. najboljši napad lige, ampak tam med 4. in 8. mestom so bile ekipe zelo, zelo, zelo blizu. To sezono imajo pa še vedno 20. napad lige, torej 10. najslabši napad. Niso ves čas, že od začetka sezone se gibajo tam nekje med 20. in 22. napadom in tak drastičen padec napada in tisto, kar je najbolj neodpustljivo zame vodstvu Dallasa, je to, da so iz ekipe, ki jo vodi Luka Dončić, naredili eno negledljivo ekipo. In da dejansko ekipo, ki jo je bilo užitek spremljati, vsaj v napadu, vse so imeli svoje napake, tudi Carlisle je imel svoje pomanjkljivosti kot trener, ampak tukaj ni nobenega dvoma, da je neprimerno boljši trener od Kida. To sploh ni stvar za debato. Mislim, Carlisle je eden od najboljših trenerjev v ligi, je pa tudi izjemno slab bil pri vodenju teh človeških odnosov. O tem je tudi McMahon dosti napisal v članku, da je namreč celotno slačilnico, ne samo Luko seveda na prvem mestu kot glavnega igralca, odtujil na nek način, ampak celotno slačilnica je bila na koncu proti njemu in je mogel pomočnik trenerja po nekem sporu že v Lukovi rookie sezoni potem v bistvu komunicirati z igralci in je bil tisti, ki je vodil recimo vsaj v slačilnici te debate. Carlisle je pa bil res porazno slab pri tem, ampak ravno tukaj je potem seveda tisto vprašanje, ker se časi spreminjajo in zdaj so drugačni časi, igralce je treba bolj ujčkati in ne vem pa, če bo seveda ta sprememba, zdaj so šli v to, da so pripeljali Kida in več kot očitno, tudi ta poročila zdaj lahko beremo in slišimo, da so te odnosi v Dallasu tudi med Luko in Porzingisom precej boljši, slačilnica je zadovoljna, igralci so zadovoljni s Kidom, kljub temu, da zgubljajo, ga hvalijo. Igralci vsaj in precej drugače je seveda med navijači in spremljevalci kluba. Ampak ta padec napadu učinkovitosti je drastičen in zagotovo ni za to odgovoren samo Luka. Zdaj, ko govorimo že o tem, kdo je bolj odgovoren za slabše predstave. Dejstvo je, tako kot je Hrastenkov povedal, Luka, če bo želel izpolniti svoj potencial, in njegov potencial je, da postane eden od
ne vem, 10 najboljših igralcev vseh časov, 15, mogoče 5. Mislim, vsaj njegov trajektorij, če gledamo njegovo pot kariere iz Evrope, iz Reala, prvi 2-3 sezone so povsem tam, kjer so bili samo največji od največjih. Mislim, ga lahko primerjamo z tistimi najboljšimi vseh časov, z LeBronom, Jordanom in ostalimi velikani, ampak seveda ostali so potem tudi naprej naredili izjemne stvari, osvojili prstane in to pa Luko še čaka. In takih padcev, recimo tisto, kar nas lahko skrbi, je to, da je to zdaj že za Luko že 4. sezona in da je prišel v 4. sezono tako slabo pripravljen in ni začel na nivoju, na katerem bi lahko začel, in morda zaradi tega tudi že izgubil vse možnosti za to, da bi se vmešal, ker sem omenil eno od topik, pač tudi MVP boj, da bi se vmešal v boj za MVP-ja, prednost Stepa Curryja, pa Kevina Duranta, pa tukaj bi lahko zraven dal še Janisa in Nikolo Jokića, ki imajo tudi izjemne sezone, kljub temu, da je večino sezone se zdelo, da je Steph Curry neulovljiv. Mislim, da v zadnjem času je zdaj debata vedno bolj Steph Curry ali Kevin Durant, ampak Jokić ima izjemno sezono in Jokić je ravno tukaj lahko en zgled za Luko, ali pa ne, glede na to, da Jokić ne igra za reprezentanco. Tako da, Blaž, Marko Hrastenkov, da ne bom predolg, izvolite, ker dodajte še kaj, ali pa če želite še kakšno topiko odpreti, ali pa kdo drug, seveda, mikrofonček dol je na voljo vsem, če želite besedo, samo kliknite in vam bom z veseljem dal besedo. Ja, mislim, jaz tukaj čisto strinjam, da Luka bo mogel bo disciplino, mislim, gre vseeno za mladega igralca, to je dejstvo, to moramo še vedno upoštevati, ampak disciplino bo mogel definitivno dvigati. Je pa tudi po drugi strani, jaz čisto verjamem, jaz tudi, če bi celo poletje igral basket, pa na olimpijskih igrah, pa vse, jaz bi si tudi dal duška, ampak problem je v tem, da več kot očitno njegov metabolizem je tak, da pač gre več v rit, kakor pa v mišice, ali kako bi rekel temu, ne. Vemo pa tudi, da so bliže reporti skozi, da on ne je ravno najbolj zdravo in da ima rad hamburgerje in take stvari. Mislim, sicer ne toliko zelo kot Zion, ker Zion pa, ja, to pa je res velik fant, če lahko temu tako rečem, ker ta primerjava vedno je bilo, takrat, ko je Zion prihajal v ligo, da bo ta boj Luka proti Zionu, ampak ja, Zion vsaj po kilogramih zdaj kar zmaguje, ne, ker, moj bog, ne vem, kako si lahko profesionalni športnik pa tako zelo ne skrbi za, mislim, napram Zionu je Luka amater. Pač to je prav noro, no. Zion je next level. Za njega je pa Tim McMahon ima zgleda teže vseh igralcev, čez in informacije. No ja, pokriva tudi Pelikane podrobno, poleg Dallasa, tako da zaradi tega verjetno ve, ampak je poročal, da je bil pa 330 funtov, se pravi 150 kilogramov, oziroma da je zdaj nekaj tednov nazaj, ne bi bila to njegova maksimalna teža, je pa še tam 3-4 cm nižji od Luke, tako da pri 199 cm, ja, 150 kg, to pa je poštena masa, ampak še vedno skoč nad obroč, mislim, to je pa tist. Genetika je, take gene nimajo 1 na milijardo. Ja, mislim, to je bilo kar, mislim, ja, veš, on skoči sam enkrat nad obroč, pa gre kolen, ne. Ja, sej, to je pa to, ja, sklepi pa pol ne zdržijo, take, mislim, mišice ima že, konstitucijo ima, ampak ja, sklepi in kosti pa potem ne zdržijo vseh teh pritiskov, ja, to je pa... Ampak, mislim, ne bi jaz zdaj Ziona. Ne, pač ne bi njega fat shameal, no, ampak v bistvu jaz sem hotel tukaj eno drugo vprašanje tebi postaviti, kaj ti misliš, ker recimo za Ziona je prišel report ven, da se ga malo bojijo v franšizi in da Pelikan jih skrbi, da bo hotel iti in lahko počne, kar hoče. A misliš, da je z Luko podoben? Mislim, da ga ni klub sposoben spraviti neko disciplino, kar se tiče prehrane. Mislim, ja, ne vem,
Zdaj, to je na eni strani tudi stvar profesionalizma, a veš, iz Lukove strani. Mislim, to je pa Vulgaris povedal v enem podcastu. Ravno to je zdaj zanimivo, ker vsi te Vulgaris, ko je pač končal z zaposlitvijo v Dallasu, je en res podroben podcast tudi za ESPN posnel, ker je tudi razkril ogromno, oziroma ogromno tega umazanega perila, in ko seštejemo vse te stvari, se res zdi, da ne vem, če bo Luka lahko uspel v Dallasu, ampak da se vrnem na tvoje vprašanje. Vulgaris je razkril, da je Luka že kot drugi v prvi sezoni so imeli pač na treningih catering, poskrbljeno za prehrano in vse, so imeli tam tudi limonado s polno sladkorja in sweet tea, sladek čaj, in to ni ta ledeni čaj, to je čaj z ogromno sladkorja že spet noter, in medtem ko so igralci pač polnili svoje flaške z vodo in raznimi energijskimi napitki ali pa kakšnimi izotoničnimi napitki, je Luka tam pri tem cateringu lepo polnil svojo flaško z tem sladkim čajem in limonado in potem to pil med treningom, kar tudi ni najbolj, mislim, za enega profesionalnega športnika. Mislim, več kot očitno je to njegova slabost in bi morali v klubu tudi več na tem narediti. Mislim, ne bi smel ravno na treningu zraven parketa ponuditi na razpolago pač take pijače, pa potem verjetno še hrano, ki tudi ni najbolj primerna za to, ampak se to je stvar, ki tudi kaj Luka pol doma počne. Mislim, če v teh 3 tednih po koncu olimpijskih iger pa začetku priprav pridobil 10 kilogramov, 15 kilogramov, pomeni, da pač je to njegova slabost, njegov problem. In mislim, bi bilo, tako kot pri Zionu, tukaj se pa lahko navežemo, mislim, Zion je izjemen talent in saj smo lansko sezono lahko videli, ne vem, 27 pik, 7 skokov, 4 podaje, pa 60% met iz igre, ima tudi svoje pomanjkljivosti, ampak to je praktično potem, ko je bil tudi po poškodbi že v rookie sezoni odsoten nekaj časa, tako statistiko imeti vseeno kar konkreten pokazatelj enega velikega talenta, pa če gledamo, kako je na koledžu igral, jaz mislim, da bi lahko, da je, mislim, res talent, ki bi skupaj z Luko, malo za Luko krojil recimo naslednjih 10-15 let lige, ampak je zdravje pri takem igralcu, ki je seveda visok 2 metra in težak 150 kg, veliko vprašanje. In pri Luki bi bilo pa tudi enako škoda, če ne bi dosegel tega potenciala. Si omenil njegovo statistiko, Blaž, to sezono, si rekel, da ni tako slaba. Mislim, je slabša kot lansko sezono, zdaj v celotni ligi igralci dosegajo manj točk kot lansko sezono. Nobenega ni, recimo, ki bi preko 30 točk dosegal to sezono. Kevin Durant je trenutno najboljši strelec z 29,7 točkami na tekmo in na splošno vsi igralci dosegajo manj. Tukaj so seveda gre to na roko spremenjenih pravil, več stika, kontaktov v obrambi je dovoljenega, pa tudi nekateri trdijo druge žoge, sintetične žoge. Cuban je imel ravno en zanimiv spor z Vulgarisom na Twitterju na to temo, kar je pa tudi kono, mislim, se ne bom čisto na stranšu zdela, ampak je taka zanimiva zgodba, ne vem, če ste opazili, ampak ja, Cuban je napisal, okrivil žogo za predvsem konkretno, seveda tudi to, da v Dallasu njihovi strelci letos nič ne zadevajo, predvsem teh odprtih metov, ki so res, kar je res eden od, mislim, da ključnih problemov. Zdaj, če ne padajo odprti meti in lahko se obrambni igralci skoncentrirajo samo na Luko, pol so vse ostale debate o njegovi pripravljenosti in tem čist nepotrebne, ampak Cuban in Vulgaris sta imela to debato, ker mu je Vulgaris repliciral z številkami, ki so potrjevale pač ravno to, da mislim, da je omenil proste mete in da pri prostih metih ni ta padec, ni tega padca, in bi sklepal, da če pač
je drugačna žoga in da bi se to poznali vsaj v decimalkah, recimo, če ne drugače, tudi pri odstotku zadetih prostih metov. In moj potem Cuban sta imela nekaj izmenjav, ampak potem moj Cuban na koncu zabrusil, da naj najprej odigra kakšno tekmo, naj najprej začne igrati basket, pa ga bo pol poslušal. Ampak potem seveda, tako kot so mnogi na Twitterju to opazili in tudi pokomentirali, zakaj je Cuban dal takemu človeku, ki je tako malo ceni službo, ki je bila tako vplivna, da je na koncu pač Donnie Nelson zaradi tega odšel. In to je samo še ena stvar tukaj, ki gre kaže na to, kakšni problemi so v Dallasu in da je ta Lukova pripravljenost, mislim, njegova odvečna teža, mogoče, ne vem, mogoče je pa tisti rezigniran in rahlo depresiven zaradi tega, ker vidi, kakšno situacijo ima tam, pa je emotional eater, pa je čustven jedec in zaradi tega zvečer, ko pride doma, še odpre tisti, ne vem, škatlo čipsa ali whatever, kakšni kukije, sladoled, pa veš tisti, da napolne žalost in praznino. Zaradi tega, ker je razočaran nad dogajanjem v klubu, ampak šalo na stran, dejstvo je, da bo Luka, če bo želel izpolniti svoj potencial, mogel biti bolje pripravljen in to pripravljenost predvsem bo resno vzeti in trenirati vseh 12 mesecev na leto, skrbeti za prehrano. Konec koncev mu je tukaj tudi Dragič lahko odličen zgled in tudi zaradi tega bi bilo seveda super, če bi lahko, če bojo še vedno mnogi čist mimogrede pričakujejo, da bo Goran prej ali slej končal v Dallasu, ampak to se zna zgoditi šele februarja ob koncu prestopnega roka, po koncu prestopnega roka, pravzaprav, če bojo v Torontu potem odkupili njegovo pogodbo, ampak Goran je, recimo, jaz se spomnim enih intervjujev z njim že pred leti, mislim, ko je ravno govoril pa o Nešu, kako mu je bil Neš tukaj zgled, ko seveda Neš je imel uspešno kariero globoko v 30 letih, pri 33, 34, mislim, da je osvojil back-to-back MVP-je, če ni bil še eno leto starejši. In je govoril, kako mu je Neš tukaj zgled in kako Neš pač mu je ravno govoril, da je pač 12 mesecev na leto treba skrbeti za prehrano in pripravljenost in Goran se je to seveda naučil, Luka se bo pa še mogel in če se ne bo, potem je bilo res škoda, če bi tam čez 10-15 let, ne vem, verjetno tudi sam močno obžaloval, če pač zaradi tega, ker se ne bi mogel odreči pač raznim dobrotam, ne bi potem izpolnil tega v karieri. Pa sej, mislim, veš, mogoče mu lahko motivacija to, da si lahko govori, po koncu kariere si pa lahko dan duška, lahko pa 2 let še razpustim v nulo, ampak zdaj bo mogel to postati pravi profesionalc, tudi to je res in začeti skrbeti za to, ker je dejstvo, da tudi trenutna odsotnost je povezana na nek način s tem. Dejstvo je tudi seveda, da vse poškodbe, ki so bile kontaktne. Mislim, če ti igralec pade na nogo, zdaj ali si v odlični formi ali pa pretežek za 10 kg boš imel poškodbo kolena in gležnja, kot je on staknil, verjetno imel še malo sreče, ker bi lahko še do dosti težje poškodbe prišlo pri takem padcu, oziroma če pri takem padcu igralca na njegovo nogo, seveda, ampak je potem seveda rehabilitacija, mislim, če za korak recimo pri teh padcih pa pristankih in vsem tem, če si lažje, bolje pripravljen, je dejstvo, da se lažje izogneš kakšnim poškodbam, nekaterim se ne da, ampak je tudi to lahko določena stvar, ki mu konec koncev tudi skrajša kariero. Mislim, Zionu jo je že, glede na to, koliko tekem je že izpustil do sedaj in domnevam, da jih bo tudi še v prihodnosti. Ampak da ne bom predolg, res Blaž, Marko, Hrastenkov, kar izvolite, ali pa še kdo drug, če želi besedo, samo kliknite mikrofonček, res brez strahu. Z veseljem slišimo vsa mnenja, mogoče tudi kakšno izhodiščno točko za kakšno drugo debato lahko date, ali karkoli, seveda. Jaz bi sam na tisti prej, ki je Blaž rekel, da ima Luka letos dobro statistiko. Itak, da ima dobro proti, ne vem, bom rekel,
ostalim igralcema. Ampak vsi pa vemo, da bi lahko imel med top 3 ali pa top 4 ali pa top 5 vse. In tukaj mislim, da je on slabo pripravljen, bolj ciljamo, da je slab letos na svoje sposobnosti, ne na ostale v ekipi. Ker se pa tiče te priprave, pa ekipe, ki mu itak ne upa nič reči, da ne bolj poskrbi zase, je pa tudi tako, da v ZDA ekipe niso tako, bom rekel, starševske, ki mogoče po Evropi za te mlajše košarkarje, ki res poskrbijo od A do Ž. Tam pač moraš priti na trening camp na nivoju. To sploh spoznajo tisti igralci, ki mogoče niso taki super zvezdniki kot Luka. Tam, če nisi ti top pripravljen, ko se začne trening camp, lahko kar spokaš. In Luka pa nikoli ni imel tega pritiska, ker je bil vedno, bom rekel, taka oseba pač zaželjena in ni imel tega pritiska, da pa mora priti top pripravljen. In tudi to, kar sem tudi jaz poslušal, ki je Vulgaris razlagal o tem cateringu, pač ostali igralci si niso upali natočiti, tudi če je komu všeč ta pijača. Pač Luka je pa od nekdaj kot zlati otrok že v Dallas prišel in se do njega vsi tako obnašajo. Je pa tudi rekel Vulgaris, da še sreča, da v bistvu, oziroma da Luka še ni sploh sam pri sebi spoznal svoje moči, da pol se pa začel ta pravi Game of Thrones, ki bo on to spoznal. Ja, če bo Luka ubral metodo LeBrona in začel pač rad tako kot LeBron, le GM. Ja, ne vem čisto, če to vedno tudi pri LeBronu, toliko v njegovi, mislim, pri LeBronu mogoče še je to v njegovi osebnosti. Velikrat so pa pol te entouraži teh igralcev, ki večino vodijo, zato tudi pol, ki zamenjajo razne menedžerje ali pa te svetovalce, se tudi njihov karakter, v narekovajih karakter, zelo spremeni lahko. In isto je pri Luki, nekaj se je že govoril, da razmišlja o menjavi ekipe, te svoje, in take stvari lahko pol hitro pridejo. Misliš o menjavi njegovega menedžerja Duffyja? Ja, menedžer pa, a veš kaj, niso samo menedžeri tle, Menedžer in agent, v bistvu on skrbi, vsaj do zdaj je skrbel tudi za vse. Ampak ta menedžer ima zaposlenih še 10 ljudi, ki skrbijo. Normalno, menedžer ne bo klical rentakarja. Pač ta osebje celotno, ko se to skrbi, in če tle najdeš kakšnega tazga, ki ima bolj ambiciozen, hitri igralci postanejo lahko zelo zoprni. Govorim proti klubom zoprni, tako. Ja, kaj me samo zanima, si ti mogoče o tem morebitni menjavi njegovega agenta Duffyja bral kje? Ker jaz sem o tem slišal, ampak bolj tako off the record, ampak me zanima, a si se o tem že kaj pisalo ali govorilo? Mislim, da jaz sem na Twitterju sem videl neke tweete, verjamem, da je to še ful neuradno, Tudi... Ja, mislim, ker to bi bilo namreč zelo zanimivo, ker Duffy je tisti, ki ga je pripeljal v Dallas. On je namreč tisti, ki je skupaj z Donjem Nelsonom orkestriral na nek način ta trade. Luka naj bi neke signale poslal, da ne bi ravno želel, oziroma ni bilo niti treba, Sansi in tudi Divac so imeli druge igralce v planih, ampak to so že stare zgodbe, ki smo jih že dostikrat premleli. Ampak Atlanta in tudi Memphis sta bila tukaj v igri in tukaj je bil Duffy tisti, ki je bil zelo aktiven, da je Luka končal v Dallasu. In če bi ga Luka zamenjal, Duffy in pa tisti njegov evropski zastopnik Kike Villalopez, mislim, da mu je ime, ki je sam evropski predstavnik te Duffyjeve agencije, skrbijo za Lukovo kariero že tam od 16-17 leta naprej in oni so tudi vse v Realu pač urejali vse pogodbe, tudi poslovno z njim vodili. In, mislim, to bi bilo veliko presenečenje zame in bi bil nek znak, da morda Luka le ni tako zelo zadovoljen v Dallasu ali pa da morda je že začel pač delati v to smer, ki si omenil Hrastnikov, pač, da bo, ker tisto, kar je Vulgaris tudi omenil, recimo potrdil, da Luka pač in tudi Tim McMahon in drugi Tim Cato, ki pač poznajo to
podrobno ozadje, pač dogajanje v ozadju Dallasa, res imajo dosti virov tam in je njihovim poročilom gre zaupati. Je dejstvo, da Vulgaris je povedal, ostali, da Luka vendarle ni še tisti, ki bi pač se vmešaval v odločitve o postavi, ki bi tudi Carlisle je Tim McMahon napisal, da Luka pač ni zahteval njegovega odhoda. Dal je sicer vedeti, ni bila nobena skrivnost, da mu Carlisle ni všeč, relacija, odnosi med njima so bili tako porušeni, da ko je Carlisle po koncu sezone planiral priti na priprave slovenske reprezentance, je Luka povedal, da pač ne želi, da Carlisle pride na priprave, sicer kot razlog podal, da ne želi biti skoncentriran samo na reprezentanco, ampak je bil to jasen signal, pač, da so odnosi med njima zelo narušeni, ampak Luka ni zahteval njegovega odhoda, ni zahteval odhoda nobenega igralca in se ne vmešava, tudi ko je šlo za prihod Kida, se ni vmešaval v trenerske odločitve, ampak morda je to nekaj, kar bo moral začeti početi, če bo želel osvojiti naslov. Mislim, konec koncev, če ne drugega, bo prej ali slej seveda zahteval ali pa moral zahtevati trade, če ne bo v Dallasu uspel osvojiti naslova in zagotovo, mislim, da se tukaj, ne vem, kakšno je vaše mnenje, ampak jaz mislim, da Luka ne bo tako kot Dirk potrpežljiv in čakal, ne vem, 10-11 let na tist, ali še več, na prvi naslov, pa potem vztrajal tudi če, ne vem, 7-8 let po tem, ko je osvojil naslov. Kljub temu, da je treba povedati, ko je Blaž recimo omenil že vseh tistih napačnih potezah v preteklosti, je dejstvo, da Dallas po tistem naslovu ni več prišel, 2011, to je zdaj že 10 let od tega, ni več prišel iz prvega kroga in je Cuban bil tisti, ki je razbil tisto šampionsko ekipo, mislil, da so že prestari in rekel, ne bomo zdaj spet poskušali s to ekipo osvojiti naslov, kar je neumno. Če osvojiš naslov, vedno poskušaš z isto ekipo še enkrat, ampak me zanima vaše mnenje tukaj. Ja, jaz mislim, da Luka slej ko prej bo zahteval trade. Jaz mislim, da on je rojen zmagovalec, je sicer nekoliko lokal patriota v narekovajih, je lojalen igralec, ampak on tudi ima določeno potrpežljivost oziroma določeno mejo potrpežljivosti. Predvsem jaz mislim, ravno zaradi te njegove želje po zmagovanju, po osvajanju lovorik, po osvajanju naslovov, mislim, da ga bo to na koncu gnalo, da bo sicer vse mislim, da s težkim srcem pa vseeno na koncu zahteval trade, če se zadeve tukaj ne bojo obrnile na bolje. Kar pa je spet prijemo do tega, da pač vse odvisno od tega, bo Cuban vložil kaj denarja v ekipo ali ne, ker dejstvo je pa, da trenutno najboljše ekipe so tudi tiste, ki plačujejo največji luxury tax, kar pomeni, da grejo preko kepa za plače in tam potem morajo lastniki sami pokrivati višek, ki ga morajo plačati ligi. In Cuban to do zdaj ni bil pripravljen storiti in jaz mislim, da tudi še nekaj časa ne bo. Sploh glede na to, kako se ekipa sestavlja, je pa tudi res, da je ogromno stvari bilo zgrešenih že v preteklosti in zdaj tudi novo vodstvo z tem, kar ima na voljo, v bistvu se ne more narediti veliko. Nimajo nekega hudega manevrskega prostora, mislim, da tudi nimajo nekih povezav takih v klubih, kot recimo lahko Riley, ki je sposoben zamenjati tudi Hasana Whitesida z nezamenljivo pogodbo. Jaz mislim, da tega v Dallasu nimajo in zdaj na koncu zelo težko vidim kakršne koli korenite spremembe še kakšno sezono. No. Marko Hrastnikov bi še videl, kaj je dodala? Blaž, zdaj se mogoče že malo vrtimo, ker to so določene teme, o katerih smo že dosti govorili. Cuban je ključen problem tukaj in tudi res je, da so imeli možnosti zdaj v zadnjih nekaj letih že nekajkrat izboljšati ekipo, ogromno možnosti in so vse splavale po vodi, tudi preko drafta, na draftu so bili zelo neuspešni.
Tako da jaz res mislim, da zdaj, če ne bojo v naslednjih 3 letih uspeli zgraditi ene ekipe, ki ne da bo osvojila naslov, ampak vsaj da bo resen kontender, bo Luka dejansko zahteval trade. Jaz si težko predstavljam, še posebej, če se navežem na tisto, kar je Hrastenkov povedal, da če bo seveda Luka zamenjal tega agenta Dafija, jaz mislim, da bo to resen signal vodstvu, da še posebej recimo, če potem zamenja agenta in gre k LeBronovi agenciji, Klaču, oziroma Klač agenciji, ki jo vodi LeBronov prijatelj, ampak dejansko je LeBron tisti, ki je seveda, ta agencija je orkestrirala ogromno tradeov, ki je šlo zelo na roko vsem ekipam, v katerih je bil LeBron. Zdaj, če bo Luka šel tja, potem bo verjetno to tudi jasen signal, da bo končal v Lakersih, po mojem, ampak do takrat je še nekaj časa. Ampak jaz mislim, da se ne smejo preveč sprostiti v samem vodstvu in da so do zdaj naredili že toliko napak, da si od sedaj naprej, zdaj vključno s tem trade deadlineom, ki prihaja februarskim, ne smejo več privoščiti teh zamujenih priložnosti in morajo praktično brez napak delovati, ker dodatne napake jih bodo stale Luke in morda je pa to tisto, kar Cuban na koncu tudi potrebuje, da se nauči tiste ultimativne lekcije, če tako rečem, in da bo dal potem proste roke ljudem, ki vejo, kaj počnejo, oziroma da se ne bo več vmešaval v vse odločitve na način, na katerega počne in ki več kot očitno ni bil uspešen. Zdaj, če bi to pripeljalo do dobrih rezultatov, potem ne bi o tem govorili. Potem bi verjetno Cuban naslovili kot veliki košarkarski verjetno, ampak on vsekakor misli, da ne samo, da igra, glede na to, da je Bulgarisa tudi izzval na koncu, ko sem omenjal tisto izmenjavo, ki sta jo imela na Twitterju, ga je na koncu Cuban izzval tudi na dvoboj 1-1. Tako da, kar priznam, bi z veseljem si ogledal, mislim, da bi celo pay-per-view plačal neko zmerno ceno par dolarjev, če bi lahko gledal 1-1 Cuban proti Bulgarisu. Ampak vse te stvari kažejo na res te probleme, globoke probleme v tej ekipi, ki ne bodo lahko razrešeni in tudi to novo vodstvo. Februarja, mislim, da je Marko že prejšnjem podcastu, če se ne motim, povedal, da zdaj ravno ta februarski prestopni rok bo tisti ključen, ki lahko definira tudi nadaljnjih, ker seveda v februarskem prestopnem roku se lahko grejo v 2 smeri, lahko ukrepijo ekipo ali pa letos imajo svoj pik, poskušajo na draftu se ukrepiti, morda tisti pik potem naknadno tradati. Imajo še nekaj manevrskega prostora. Tudi to je res in tudi nekaj assetov, če tako rečemo, v NBA-ju se pogosto za igralce uporablja tak izraz dobrine, ne vem, če je to dober prevod, ampak z temi dobrimi igrami Jalena Brunsona in nekaj boljšimi igrami Porzingisa, čeprav Porzingis te boljše igre, ki so trajale nekaj tekem, 7-8 tekem, mislim, da je hitro se potem vrnil nazaj na neko tisto svoje povprečje in seveda se tudi poškodoval, zdaj to zadnjo tekmo, ta stari vzorec se pri njemu ponavlja, tako da dvomim, da je Porzingis sploh nek pozitiven asset, če tako rečem, neka pozitivna dobrina za klub, ki bi jo lahko tradali, ki bi jo lahko v neki menjavi unovčili za enega dobrega igralca. Jalen Brunson pa je en tak igralec, tudi nekaj drugih igralcev, Tim Hardaway, morda Dorian Finney-Smith, vsi imajo glede na svojo produkcijo, morda ne Tim Hardaway Jr. to sezono, čeprav v zadnjem času malce bolje igra, ampak mislim, da ima on v bistvu boljšo, višjo ceno v ligi kot KP, kot Porzingis, če tako rečem, ampak tukaj je res veliko problemov, ampak Blaž, Marko, Hrastenkov, če želite še kaj dodati, izvolite, da ne bom predolg.
če želi kdo drug še besedo, samo mikrofonček spodaj kliknite in vam jo bom z veseljem dal. Ja, mislim, to je tisto, kar sem jaz omenil že na začetku. Pač mogli bojo narediti neko korenito spremembo v ekipi. Pa če to pomeni, da morajo poslati stran Bransona, potem pošli stran Bransona, ampak definitivno ta ekipa, kot je sestavljena zdaj za kozmetičnimi popravki, več ne deluje. In če se to v zadnje 4 leta niso naučili, potem se tudi zdaj ne bojo. Vemo pa, da Dallas ni najbolj priljubljena destinacija za proste igralce in tudi tukaj so potem zelo omejeni. Čeprav zdaj ta nov GM je bil pripeljan ravno zaradi tega, ker naj bi bil priljubljen med igralci in naj bi pač bil sposoben prepričati kakšnega free agenta več, da pride v Dallas, ampak še vedno vemo, da so določene destinacije, kamor grejo igralci pred Dallasom in če se tisti zanimajo zate, pač greš tja. Tako da strejdi bo treba in mora pa se pravi, neka šok terapija, kar poštena šok terapija mora biti. No. Ampak, tako kot si rekel, zdaj trenutno, pač ja, Hardaway, Dorian, pa Brunson, to je to, kar imajo trenutno za tradati, pa če se le da zraven komu še podturiti Pavla, poleg enega izmed tistih 3, ker nazaj morajo definitivno dobiti bolj sposobnega centra, o tem govorimo že celotno sezono, o tem govorimo že par sezon. Pavel je pred poškodbo bil še soliden, po poškodbi tudi to ne več in ja, korenite spremembe, se pravim, šok terapija, neki pač, jaz mislim, da Dallas bi mogli biti... Ti želiš, a si tim strani tistih, ki predlagajo, da v bistvu tradajo te 3 igralce, pa igralce, ki jih lahko zapike, Luko dobesedno shutdownajo, končajo njegovo sezono in ga posedijo na klop do konca sezone, ali pa vsaj zadnji mesec, 2, korenito tankajo potem in letos poskušajo na draftu. Mislim, pesimizem med navijači je šel celo tako daleč, da ja, nekateri predlagajo, da grejo v nek complete rebuild ali pa izgradnjo nove ekipe s tem, da seveda tankajo recimo to sezono, kar si nihče ne bi predstavljal pred začetkom sezone, ali pa že spet z Luko v ekipi. Mislim, to samo kaže, kako globoke so vse te težave. Blaž, Hrastnikov, izvoli, pa Blaž potem lahko še nadaljuje. Ja. Mislim, da z Luko se ne da tankati. Ok, če ima poškodbo, ne vem, za sezono je drugo, ampak namerno njega posaditi na klop, mislim, da se pol konča njegova era v Dallasu po skrajšanem postopku. Ja, jaz mislim, da Luka tega ne bi sprejel, ampak morda Cuban je tudi tisti, ko že govorimo o Cubanu, recimo že večkrat sem slišal, kar precej moti nekaj podrobnih spremljevalcev Dallasa. Cuban recimo sedi blizu klopi z igralci in med tekmo, med time-outi, recimo hodi do igralcev, med tem, ko so time-outi in govori, recimo gre do Luke, se z njim pogovarja in govori. In sem slišal en dober rant enega podcasterja ameriškega, ki ravno o tem govoril, da noben lastnik v ligi tega ne počne. Mislim, noben lastnik se ne vmešava tako v delo ekipe, ni tako blizu ekipi in to je tudi samo še en dodaten problem. Mislim, on ni trener, on ni pomočnik trenerja, on ni igralec. Mislim, sedi na svojem mestu, v svoji loži in glej tekmo. Mislim, ne moreš... Kako ni igral, če je izvolil Vulgarisa 1-1? Ja, se pravi, z veseljem bi plačil za to, da bi gledal ta dvoboj, ampak se strinjam s Hrastnikom in mislim, da Luka tega ne bi toleriral, ampak glede na to, da Cuban očitno je precej blizu z Luko, kar že spet mislim, da ni najbolj pozitivna stvar in kvečem lahko, mislim, da edina stvar, ki je prišla iz tega, da Luka in Cuban skupaj oglašujeta, vem, da je Luka že tweetno parkrat oglase oziroma tweete z NFT-je in da imata, ne vem, skupaj tukaj neke posle, ampak
ne kljub ravno temu, ne NFT-jih, pa v bitcoinih, pa v kriptokurrencyju, tvita, o tem tudi s vulgarisom ogromno govori in to je bil še en problem, ker so navijači pogosto se spraševali, zakaj dve najbolj pomembni ključni osebi v klubu na Twitterju govorite samo o kriptovalutah, nič pa o košarki, ampak zdaj, ko je vulgaris, nehal se pa tudi o košarki pogovarjati, ampak ja, mislim, na nek način nam vse te peripetije v Dallasu dajo zelo veliko fodra za take žmohtne debate in zelo veliko municije, no, če tako rečem, za vse mogoče debate, ampak ko se pa gre za samo igro ekipe, produkt na parketu, če tako rečem, je pa letos, in to je, že spet se ponavljam, ampak tisto najbolj žalostno, je letos zelo slab in da je ekipa z Luko tako negledljiva že od samega začetka sezone, že od prve tekme, mislim, mene je že praktično po prvi tekmi z Atlanto, ne zaradi tega, ker so izgubili, ampak način, na katerega so izgubili in vse stvari, ravno zadnjič sem šel za nek članek, ki ga pišem, samo gledati ene podatke in če gledaš recimo statistične podatke, probleme, ki so bili na tisti prvi tekmi z Dallasu, z Atlanto, je zdaj koliko, 30 tekem kasneje, mislim, da so že odigrali 30 tekem, 14, 15, 29 tekem, zdaj 29 tekem kasneje, vse te težave so še vedno tu in Nico Harrison, ta novi predsednik kluba, je ravno na zadnji tekmi imel en daljši intervju med samo tekmo, pogovor in je ravno razjezil mnogo navijačev s tem, ko je rekel, da pač je ukrivil te poškodbe Luke in KP-ja za te slabše predstave moštva in da novi trener, novi sistem, je treba še počakati in seveda ti, kot si rekel, Blaž, 3 leta že čakamo. Letos so začeli z isto peterko kot recimo v sezoni 2019-2020 oziroma leta 2019 in tudi v 18-19 so že s podobno peterko minus KP, 4 igralci brez KP-ja so že igrali, KP je tisto prvo sezono, rookie sezono po tradu še presedel in potem naslednjo začel, ampak 3 oziroma 4 leta ni bilo nobenih sprememb in če bo Harrison, upajmo, da je to samo bolj namenjeno igralcem te besede in pač, da ne bo javno izkazoval dvoma v to ekipo. Tukaj razumem, da bi lahko seveda z razlogom bolj diplomatski, ampak upam, da potihem pa telefone obrača vsak dan, uro za uro in kliče vsa moštva in preverja vrednost vseh igralcev. Jaz mislim, da kakšen totalen rebuild, tako kot je povedal Hrastenkov, Luka verjetno ne bi dobro sprejel. Je tudi igralec, saj po tem, kar beremo, kar slišimo, ki je zelo vezan na svoje igralce, ne samo v klubu, ampak tudi v reprezentanci je ravno ena izmed stvari, zaradi katerih mislim, da on najraje prihaja v reprezentanco, ravno to, da se sreča s temi soigralci, prijatelji in da z njimi, s katerimi že toliko let je skupaj in tudi zasebno si ves čas izmenjujejo sporočila, slišim, da imajo neke zasebne chat kanale, kjer se ves čas pogovarjajo. Tako da je igralec, ki da dosti na kemijo na svoje igralce, tudi ta zgodba poročanje, ekspoze Tima McMahona je o tem govoril, da je bil Luka zelo dober prijatelj s tem Dennisom Smithom Juniorjem in da ga je ravno zmotil način, na katerega ga je Carlisle obravnaval, ga je zelo motil in McMahon je, ne vem, če se verjetno se je večina prebrala to zgodbo, to poročanje McMahona, ampak je poročal o tem, da je na enem sestanku Carlisle javno med igralci obtožil Smitha Juniorja, da je ljubosumen na Luko in da je to pač problem v ekipi, kar je seveda, mislim, kaj tazga igralcev ne moreš narediti. Mislim, je bilo jasno seveda Dennisu Smithu, da Carlisle ga noče v klubu, tudi Carlisle je želel in tukaj že spet pridemo potem do ene zanimive debate, ker Carlisle je imel iz košarkarskega aspekta povsem prav. On je želel, da bi na draftu na leto prej
izbrali Mitchella, ki v Utahu odlično igra. Zdaj predstavljate si kombinacijo Luka plus Mitchell, bi bil to izjemen backcourt, verjetno eden najboljših, če ne najboljši v ligi. In bi lahko seveda precej bolje skupaj funkcionirala, kot pa Luka in DSJ. Carlisle je bil prepričan, da skupaj ne moreta funkcionirati, bil je razočaran, ker niso draftali Mitchella, ampak DSJ-ja, in DSJ je to seveda vedel, mu je dal tudi Carlisle vedeti, da ni zaželjen na nek način, ampak to pa potem seveda povsem naruši kemijo v ekipi. In kljub temu, da je imel že spet Carlisle iz tega košarkarskega aspekta povsem prav. In tudi način, na katerega je on postavil, kot si omenil, Blaž, že prej, sistem, ekipo, je deloval odlično. Pod Carlisleom je bil napad z temi istimi igralci, eden vedno med najboljšimi v ligi, vedno med najbolj učinkovitimi v ligi, in pod Kidom je drugače. Je spacing precej slabši in so bile tudi njihove vloge igralcev takrat neprimerno bolje definirane. Blaž, Marko Hrastnikov, izvolite, da ne bom jaz predolg. Jaz bi se samo malo DSJ-ja dotaknil. Jaz mislim, da on je vseeno bil malo ljubosumen na Luko, no? Ker tudi v igri je to večkrat kazal, ko v bistvu mu ni bilo najbolj pogodo, da je Luka to hiterato prva violina, sploh po tistih tradih, ampak vseeno, to ne rečeš igralcev, direkt v faco, no, to se shendla drugače, ampak to jaz mislim, da je res to, kar si ti že rekel enkrat, to je stara šola, nekateri se prilagodijo, nekateri se ne. V končni fazi v nogometu imamo primer Joseja Mourinha, ki tudi v teh modernih igralcev enostavno ne zna, noče znati karkoli že, jih ni sposoben handlati, in to ravno zato, ker se generacije spreminjajo in treba jih je, ujčkati, nam je to prav ali ne, ampak tako je in to je, kar sem hotel dodati okoli DSJ. Mislim, zelo ljubosumen. Zagotovo, mislim, on je pil prvo sezono, to je bila njegova druga sezona, Lukova prva sezona, in Luka je hitro prevzel vse vajeti, oziroma mu je Carlisle dal vse vajeti igre v roke in je celotna igra začela teči preko njega. Smith se je prilagajal, kakor se je prilagajal. Jaz mislim, za enega mladega igralca, ki ima aspiracije, da bi bil all-star, vse mogoče po njegovi prvi sezoni, rookie sezoni, solidno, dobro sezono, bil je med rookie, o katerih se je bolj govorilo tisto sezono, ampak je bilo jasno, da je seveda prihodnost te ekipe Luka praktično od prve tekme, verjetno prve pripravljalne tekme naprej, in jaz mislim, da je relativno dobro to sprejel. Zdaj, jasno je bilo že spet, da Carlisle je imel povsem prav tukaj. Iz košarkarskega aspekta ne gre debatirati, ampak so drugačni časi, kjer se je treba bolj igralcem prilagajati, jih bolj ujčkati na nek način, z njimi delati nekako bolj v rokavice. Čeprav mislim, da, že spet, če govorimo konkretno o Luki, šola Real Madrida, tam so vse stvari jasno postavljene, jasno definirane. Laso ima tam, ko gre seveda za igralce, sistem igre, vse vajeti niti v svojih rokah. Je pošteno, smo lahko tudi videli, ko smo Luko še spremljali v Realu, tudi mu oprov ušesa na klopi, ga nadrl, ga celo pripeljal do joka na tistem prvem Final Fouru, ki ga je Luka igral. Če se spomnite, so proti Fenerbahčeju v polfinalu igrali, ko so imeli zelo slabo tekmo, ampak je znal Luko nadreti pošteno, ali pa še prej, tista tekma proti CSKA-ju, eden od teh viralnih videov, ko je Luko pošteno, ki je imel še 16 let, mislim, da takrat že nadrl in mu prav ušesa, tako da mislim, da Luka nima problema s tem,
ampak to tudi kaže na tem, da je Carlisle mogel pa v zakulisju, ker povsem, kar slišimo in preberemo, je pa Pablo Laso vendarle v zakulisju players coach, ima zelo dobre odnose z igralci, je nekako odprt z njimi, ne igra, ne sramoti na tak način, kot je recimo Carlisle Denisa Smitha juniorja, da je Carlisle mogel res biti, ja, ne vem, prasica, če tako rečem v zakulisju, če kar po domače rečem, like a real bitch. Je mogel biti res velik problem, ampak je pa tudi veliko vprašanje tukaj, če bo ta sprememba zdaj. Luka verjetno ampak ni bil tisti, ki je izbral Kida. Tukaj je že spet Cuban pripeljal Kida, je pa Luka dal vedeti, da ni zadovoljen s Carlisleom in je bil tudi to eden od razlogov za Carlisleov odhod. Ne edini seveda, ampak glavni igralec, če se z njim ne razumeš in če ti reče, da ne prihajati na priprave reprezentance, ni treba priti, je to jasen signal. Čeprav potem je pa Carlisle kljub temu zaprosil oziroma odprl pogovore s Cubanom na temo podaljšanja pogodbe, in mu je Cuban potem rekel, da ne misli podaljšati pogodbo, in je potem Carlisle, ki je bil v zadnjem letu iztekajoče pogodbe, sam prekinil to pogodbo, ker je verjetno, domnevam, zagotovo že imel deal na mizi z Indiana Pacersi. Tako da, ampak je veliko vprašanje, če bo ta bolj player-friendly coach Kid, ki je zdaj prišel, pripeljal tudi do boljših rezultatov, in če je to trener, ki ga rabi ta ekipa. Mogoče se pa izkazalo, da so v bistvu rabili enega tazga, že spet, če po domače rečem, motherfuckerja, kot je bil Carlisle, da so igrali precej boljše. No? Tukaj ni nobenega dvoma in zdaj je vzorc tudi več kot že dovolj velik, 30 tekem, 29 tekem, je dovolj velik vzorec, da si težko predstavljamo, da bo prišlo do kakšnih sprememb na parketu v igri, če ne bo prišlo seveda do sprememb v rosterju. To je pa zdaj ta osnovni problem. Blaž, izvoli, ali pa Marko Hrastenkov, ali pa kdo drug, seveda, če želite besedo, samo kliknite mikrofonček, pa vam z veseljem takoj dam besedo. Ali pa če imate kakšno vprašanje za nas, no, to tudi spodbujamo. Si želel samo to dodati, Blaž? Ja, sem samo to hotel dodati, zato ker imam zdaj že malo feeling, da se že malo okoli vrti. Zdaj smo tiste glavne topike, ki sem si jih pripravil, mislim, da smo obdelali. Morebitni trade je bila še ena od topik, nekaj smo o tem, ne vem, si ti omenil ali je kdo drug omenil, ja, ti si omenil Kyrija, trade za Kyrija, ki ga je Cuban sicer zanikal, oziroma pogovore o morebitnem tradu za Kyrija, ki ga je Cuban takoj zanikal, in s tem mislim, da potrdil, da so dejansko imeli neke pogovore še na to. Če je praktično, ne vem, mislim, da 2 ali 3 minute potem, ko je tam to novico, mislim, da je Yahoo objavil na Twitterju, mislim, da je on retweetal tole in takoj zanikal, ne vem kaj, je napisal, it's bullshit, ali nekaj tasga je napisal. To je skoraj avtomatična potrditev zame, da so dejansko imeli neke pogovore na to, in ne vem, no, jaz sem na tej točki stala sem, da bi bil zainteresiran, mislim, Kyrie, Ben Simmons, noben igralec, verjetno bi bila še večja štala, ampak samo, da se nekaj zgodi, samo, da nekaj naredijo in da naredijo neko konkretno spremembo, ker namreč Simmons je bil tudi eden od igralcev, ki se je povezal z Dallasom med raznimi predlogi tradeov, nekih pogovorov, vsaj potrditev pogovorov na to temo ni bilo. A bi Dallas lahko tradal za Kyrija ali pa Bena Simmonsa, ali sploh imajo igralce, sploh imajo asete za to, da bi izvedli tak trade? Kaj mi to Blaž? S 3 team trade, ja, drugače pa ja, ne vem, če imajo asete. No, ampak bi bilo pa zanimivo. No. Jaz, če ne drugega, veš, če ti tradeš za igralca ali Kyrija, ne, kljub temu, da on pride z svojim baggageom zraven, saj pokažeš, da imaš neke ambicije, da pa si želiš nekaj zgraditi. Mislim, v končni fazi Kyrie
je vseeno prvak v ligi. Mislim, ima naslov in velja za enega najboljših organizatorjev v ligi in pravim, pokažeš neke ambicije, pokažeš voljo, da želiš neki res napast naslov, karkoli, ampak zdaj trenutno je pa samo neko stopicanje, kjer mene tudi že večkrat je prešinila misel, če v bistvu Cubanu čist všeč ta pad pozicija in da on dejansko nekega resnega interesa za naslov niti nima. Ker v končni fazi v Dallasu tudi kot franšizi neke zmagovalne mentalitete, ne vem, če lahko rečemo, da imajo vgrajeno recimo ala Lakersi, kjer pač ne samo, da navijači želijo naslov, ampak ga zahtevajo in tam navijači lahko zelo hitro naredijo, so precej bolj glasni, kar se tega tiče in precej manj potrpežljivi in tam se mora vedno zmagovati. Tega recimo takih stvari v Dallasu ni, seveda valjda vsi navijači si želijo videti, da bi zmagovali, da bi osvajali naslove, ampak ni pa to tako zelo, bom rekel, pomembna stvar kot v recimo Lakersih. Do te sezone, Blaž, do te sezone se mi zdi, da tega, mislim, dejansko, ja, takega pritiska na vodstvo, kot je morda v kakšnih drugih navijaških bazah, ali pa tudi novinarskih bazah, če tako rečem. Mislim, v nekaterih klubih oziroma mestih so novinarji do klubov predvsem bolj kritični kot recimo v Dallasu, kjer vsaj te mainstream mediji, ki pišejo, športni mediji, ki poročajo v Dallasu, se res zdi, da so bili v preteklih letih, tudi za časa Dirka, zelo, mislim, vedno so nekako kupili tisti company line, ki jim ga je Cuban prodajal, niso bili ravno zelo kritični, ampak to sezono pa opažam, da se tudi to spreminja. Mislim, ne samo med navijači, ampak ja, tudi vidim dosti več kritičnih člankov in člankov, ki pišejo tudi o tem, da ja, če ne bojo naredili nekaj, če ne bojo nekih sprememb naredili, bo Luka prej ali slej odšel, ampak vidim, da je Matej Lahovnik se nam še pridružil, izvoli besedo, pozdravljen, živa. Živijo, jaz bi samo vprašal, kaj mislite o tej tezi, da v bistvu Cuban je tak, kot je že skozi bil in tudi Dallas je poslovni model ali pa basket model, kot je bil, že z Dirkom, s tem, da je imel takrat tistega 2011, vsi vemo, predvsej tudi sreče, da je mu je takrat uspelo pač osvojiti tisto NBA, ampak tudi takrat se mi zdi, da je vedno nekaj manjkalo, če smo realni za naslov NBA, so imeli veliko sreče in da zdaj ta isti model poskuša sam ponoviti. Ima super zvezdnika in zdaj bi se on igral naslednjih 10 let, tako ko se je takrat, ko je čakal, s tem, da je tukaj ena velika razlika, ki jo je pa po mojem malo spregledal, to pa je, da Dirk ni imel takih rezultatov kot Luka v predhodni karieri. Luka je navajen zmagovati, smo videli z reprezentanco, z Realom, kjerkoli in dvomim, da ga bo čakal. Tako da moja teza je, da bo Luka konzumiral to super pogodbo, lepo v Dallasu, potem bo pa moral iti drugam, če bo hotel karkoli ustiti. Ker se mi enostavno ne zdi realno, da bi lahko Dallas karkoli naredil, to pa z dveh razlogov. Prvič, ker mislim, da sploh nima Cuban teh ambicij, to pa utemeljujem s tem, ker on je odličen poslovnež. On ni neumen in ve, da tu govorimo o disruptivnih tehnologijah in če vidiš ti recimo to ekipo Dallasa, pol veš, da rabiš temeljito disrupcijo. In to vejo že vsi, Cuban se pa dela, da tega ne vidi. In njemu preprosto ustreza to stanje, kakršno je. Drug razlog je pa tudi, da ta mentaliteta v Dallasu se mi zdi tam, kolikor jaz poznam, tam so bili vedno Dallas Cowboys daleč bolj popularni in mislim, to se tu zdaj kaže pri teh tradih, da ni neke ambicije. Nekatere druge franšize imajo bistveno več ambicije, tako da jaz mislim, kot sem rekel, konzumacija te Supermax pogodbe, potem bo pa Luka pristal v eni malo bolj ambiciozni franšizi. Cuban bo pa po moje presenečeno ugotovil, da Luka pač ni Dirk Nowitzki. Dirk je totalen unikat. Mislim, da ne samo, ko gre za to generacijo, sedanjo generacijo igralcev, ampak
nasploh igralca, ki bi 20 let v istem klubu, kljub temu, da je imel možnosti odhoda v bolj konkurenčne sredine, vztrajal. Dirk je res, ni čudnega, da ima svojo ulico v Dallasu. Konec koncev si jo zasluži za to, kar je naredil za to mesto, kljub temu, da ni bil tam nikoli, Mavericksi nikoli niso bili, nikoli ne bojo prvi klub v tem mestu, za razliko od Lakersov, recimo, ki so ravno zaradi tega verjetno tudi tako zanimivi, ker so pa v enem od največjih mest, najbolj opevanih mest na svetu, tudi glavna zabava, the main show in town. Glaven klub v mestu, glavna zabava. Ampak je pa zanimivo, da je pa Dirk, kljub temu, da Dallas Mavericksi niso bili nikoli najbolj popularni, je pa Dirk vedno bil leto za letom izbran za najbolj popularnega športnika v Dallasu, kljub temu, da so seveda vsi igralci ameriškega nogometa tam tudi izjemno popularni, pa imajo tudi svojo hokej franšizo, pa bejzbol franšizo. Dallas je športno mesto, ampak Luka, ne vem, če bo v njem našel naslov, in mislim, da to tezo, ki jo je Blaž in tudi ti, Matej, ki ste načeli, da ustreza Cubanu ta pad pozicija. Konec koncev, v Dallasu se vedno hvalijo Mavericksi z tem najdaljšim nizom razprodane dvorane v celotni ligi, čeprav nekateri pravijo, da je ta niz malce lažen in da zapolnijo potem dvorano, tudi podelijo karte za vsako tekmo, tiste, ki jih ne prodajo, tako da je potem dvorana kao razprodana, čeprav dejansko ni. Ampak je možno, da se strinjam z obema, mislim, da je to eden od problemov, ker namreč on še vedno zelo uspešno trži ta klub, zdaj z Luko še toliko bolj uspešno, njihove tekme in od pokazateljev seveda uspešnosti kluba je tudi to, koliko tekem oziroma popularnosti je, koliko tekem imajo teh national tekem na ESPN-u ali TNT-u ali pa mislim, da ABC od teh večjih postaj še nacionalnih postaj v ZDA še predvaja NBA tekme. In Dallas jih ima to sezono, mislim, da je bil med top 5 ekipami, če se ne motim, tudi igrajo te prestižne božične tekme, jo igrajo letos proti Utahu, so na tem sporedu, ki je najbolj gledan dan v NBA ligi. Tako da Cuban, vsaj z tega poslovnega aspekta, Matej, kot si rekel, seveda nihče ne debatira o njegovem poslovnem umu, o njemu kot poslovnežu. Tukaj se je več kot očitno dokazal in je izjemno uspešen. Tukaj ni kaj za debatirati, je milijarder in je večino projektov, ki jih je začel tudi več kot očitno zelo dobro iztržil, skupaj z Dallasom, skupaj z Dallas Mavericksi, ki jih je, mislim, da kupil za res delček, zdaj se ne spomnim natančno, ampak delček cene, katere so zdaj seveda vredni. Če smo videli, za kakšne cene so prodajali klube, gre tukaj za več milijard dolarjev, kupuje pa mislim, da za nekaj 100 milijonov, če se ne motim. Tako da je več kot očitno izjemen poslovnež, ampak ko se gre pa za vodenje košarkarskega kluba, vprašanja košarkarske odločitve, trade, vse te trgovanje z igralci, tudi tukaj, vsaj do zdaj, je očitno preveč gledal na ta poslovni aspekt, da ni šel v luxury tax, da ne bi slučajno pridelal kakšne izgube, ali pa da ne bi da njegov dobiček vsako leto večji, da ne bi slučajno bil kakšno sezono nižji, ker če bi plačal, seveda tukaj se te številke zelo hitro grejo v stotine milijonov lahko. Tako da je tudi tukaj zelo dober poslovnež, ampak ne dober vodja, lastnik ali guverner. Mislim, da je zdaj v teh politično korektnih časih, mislim, da se uporablja ta izraz, da niso več želeli lastnika, owner, ampak so guverner uporabljali kot nov izraz, ki se uporablja. In saj v tem, in slišal sem oziroma prebral en zanimiv članek na to tekmo, kjer je nek novinar pisal o tem, da če je guverner na nek način predstavnik navijačev, bi ravno morali navijači dosti večji pritisk na njega začeti vršiti. In
Ja, je celo pozval k temu, da ga na Twitterju bombardirajo z vsemi možnimi vprašanji, zakaj ne izboljša ekipe Help Luka, to je eden izmed hashtagov, ki je že parkrat trendal in ja, če ne bojo sestavili boljše ekipe okoli Luke, bo Luka odšel in vse možno je, da v Lakerse. Izvolite, bi še kaj dodali? Kaj pa mislite glede zdaj te COVID situacije? Ali bojo speljali božične tekme, ali bojo prekinili, ali kaj bojo naredili? Ja, to sem na začetku omenil, da je NHL sezono so ravno kar prekinili za nekaj dni. Jaz mislim, da bojo poskušali na vsak način, vsaj do ravno teh božičnih tekem, še speljati sezono, potem pa, če se bo nadaljevalo, tako kot do sedaj, vsak dan nekaj igralcev v karanteno. In zaradi tega so tudi zdaj pred nekaj dnevi dovolili podpis novih igralcev, brez tega, da grejo ekipe v luxury tax. Ravno to je bil en tak, zaradi tega je tudi ta luxury tax, taka stvar, ki visi nad vsemi lastniki in so si lahko vdahnili, zdaj pa lahko podpišemo nove igralce, ampak to so seveda igralci iz G-lige in še posebej, če se bo do teh božičnih tekem še nekaj zvezdnikov, ki bojo igrali, ki bojo takrat igrali in bomo gledali res potem tisti dan in večer potem igralce iz G-lige in ne vem, namesto Dallasa in Utaha, Luke proti Mitchellu, KP proti Goberju, čist neke druge igralce, za katere jih verjetno večina sploh ne pozna, bojo pa potem verjetno res po mojem prekinili. Ampak Blaž, Marko, Matej, vaše mnenje? Ja, mislim, s tem COVID-om so težave zdaj v vseh športnih ligah. Tudi v nogometu je zdaj porast okužbe in igralci zelo visok in smotrno bi bilo ustaviti ligo za nekaj časa, ampak finance tukaj vedno prevagajo in tudi recimo v Premier ligi je bilo v ponedeljek so imeli sestanek in tam je bilo na veliko razglabljeno, da bodo oni razglabljali o tem, ali prekinejo sezono do novega leta z skrbjo za igralce, in potem so ti lastniki ugotovili, da mogoče bi pa vseeno te božične tekme odigrali, ker vemo, to so pač tiste najbolj dobičkonosne tekme. Matej, izvoli. Ja, meni, ne vem, če ste že omenili, se malo kasneje pridružil, ampak danes je en lušen tweet od Dallasa, kjer so rekli, da se itak brez veze gledati, kdo so ti igralci, ki jih zdaj katerokoli moštvo podpisuje, pa spremljati njihove statistike, ker jih itak noben ne pozna. In to je res ta problem, da če se tako nadaljevali čez par dni, bojo moštva igrala s čisto novimi igralci, ampak jaz sem potem razmišljal nekaj drugega. Če gledamo pa zdaj statistiko, vidimo, da je res več kot 95% igralcev itak cepljenih. In to se zdaj tudi lepo kaže. Tudi s tem omikronom vidiš, da okužijo se zelo hiter, ampak hospitalizacij ni. Tako da v bistvu praviloma ni noben življenjsko ogrožen, ali pa tudi sicer. Tako da zna biti, da se bojo pa prekužili, zdaj čez te praznike, ker nekateri se že tudi vračajo in mogoče moštva čez 2-3 tedne bodo lahko čisto lepo igrali v kakšnem bablu, sicer dvomim pa, da pred igralci. Tako da meni se zdi najbolj realen scenarij, da bodo mogoče ali pa optimistični čez par mesecev, ko bo playoff spet tako, ko mislim, da pred 2 leti v kakšnem bablu zaključili sezono, lepo prekuženi pred gledalci. Mislim, da bo problem igrati pred gledalci. To je naslednja faza, po moje, ki bo sledila, tako kot smo že videli. Za bubble lahko rečem, da tega ta Players Union, združenje igralcev, ne bo sprejelo. Mislim, da v bubble spet z istimi pogoji, tisti, ki je bil res hermetično zaprt in odlično izveden, brez ene same okužbe, kaj takega igralci ne bodo več. Mogoče ne čist tak bubble, veš, prazno, pred praznimi tribunami ali pa omejeno. Pa lastniki verjetno protestirali zaradi tega, ker so že izgubili 1,5 sezono dobička. Jaz mislim, da
bo ostalo isto, ampak upam ravno to, kar si omenil, da se bojo morda prekužili. Ravno na začetku sem omenil, Embiid je eno zanimivo izjavo dal, ker ravno zaradi tega, ker je liga imela tako precepljenost 97%, mislim, da je bila zadnja številka, ki je bila objavljena, ne samo igralcev, ampak tudi trenerjev, spremljevalnega osebja, tistih, ki delajo neposredno z igralci, in so povsem sprostili vsa pravila. In je Embiid rekel, da je bilo to dejansko, mislim, da je porabil besedo neprofesionalno strani lige, ker lani so imeli seveda še vsa ta pravila distanciranja, igralci se niso smeli družiti izven parketa, precej bolj so bili izolirani. In seveda zaradi tega je bila tudi sezona dosti bolj težja za njih. Letos so pa verjetno tudi zaradi tega, da bi malo spodbudili cepljenje med igralci in vsemi, povsem sprostili vsa pravila, in rezultat tega, posledica tega je seveda to, da zdaj vsak dan gre, ne vem, 10, 11, 12, 13 ali pa več igralcev v to karanteno. Izvoli, Matej. Ne, v bistvu, po neki logiki se bo zdaj res prekužil počasi, recimo v kakšnem mestu. In pol ti ne bo problem, kar se igralcev tiče. Ne. Bolj bo vprašanje marketinški vidik, no, pa bojo lahko gledalci pod kakšnimi pogoji not, ampak v bistvu lahko vsi vidimo na nek način, da ob visokem številu okužb, recimo nizkih hospitalizacij, jaz sem ravno danes ga zdravnika vprašal, rekel, saj tu lahko vidimo, koliko cepivo deluje. Okužijo se, resno ne zbolijo, ker sem rekel, ok, sam so pa bistveno bolj fit, ok, rekel, ja, ampak so tudi pod velikimi napori. Tako da v bistvu jaz mislim, da znajo celo sfurati, ampak se bojo morali prekužiti, tako da jaz bi stal na kakšno prekinitev mogoče, pa potem, če se bojo prekužili, bojo spet nadaljevali. Kaj takega, no? Da bi čisto verjamem, kaj pa vem, preveč denarja v igri. Ja, to je tisto, kar tisti Damoklejev meč, ki visi nad vsem, je vedno tudi, ampak ja, dejansko so celo predlogi, ki pravijo, da bi samo pač pustili igralcem, ki so okuženi, da igrajo, da dejansko igrajo, vsaj tistim, ki so cepljeni, da igrajo, in če ne kažejo nobenih simptomov, zdaj, ker namreč seveda toliko igralcev gre v karanteno, vsi te igralci potem, kar lahko beremo, so asimptomatični, nimajo povsem nobenih simptomov, ampak vse igralce še vedno redno testirajo, kljub temu, da so sprostili vsa ostala pravila o distanciranju in omejevanju vseh mogočih druženj. Tudi v prostem času so bila lani ta pravila, letos jih ni, ne v prostem času, ne medtem, ko ekipa potuje ali pa ko igralci potujejo z ekipo, ampak jih testirajo pa še vedno vsak dan, seveda, mislim, celo nekatere večkrat na dan, tako da je seveda zaradi tega toliko okužb, ker virus se še naprej širi, ampak ja, vsi so asimptomatični, zaradi tega nekateri predlagajo, da bi jim pustili igrati, zdaj koliko je to varno, in ravno zaradi tega, ker gre pa za velike napore. Med tekmo igralci izgubijo ogromno tekočine, nekateri izgubijo celo več kilogramov med tekmo. Ravno zadnjič sem bral en zanimiv članek o enem igralcu iz koledža, ki ima problem, da med vsako tekmo izgubi, mislim, da 8 litrov tekočine in shujša, ne vem, za nekaj kilogramov, in ga poskušajo na vsak način dovolj raznih nutricionističnih suplementov dati, da ne izgublja toliko, ampak da se ne bom jaz izgubil. Tukaj je več možnosti, ampak povsem možno je tisto, kar smo rekli, da bojo ligo prekinili za nekaj časa, čeprav seveda pa to potem za sabo potegne druge stvari. Če se liga zdaj že spet podaljša, se potem podaljša že spet igranje vseh igralcev, morda se bo morala naslednja sezona prestaviti. Vsi lastniki so pa si tukaj že spet enotni, da želijo imeti ta standardni urnik od konca oktobra oziroma novembra, pa potem nekje v aprilu, da se začne playoff in da se tam do junija, nekje začetka julija konča, in nihče ne bi rad globoko, oziroma še pred julijem po možnosti, ker julij je pa potem že prestopni rok. In to so te datumi, ki bi jih radi obdržali, zato jaz mislim, da kakšne želje, volje potem tudi, da bi zaustavljali, če res ne bo treba.
ne bo med lastniki in igralci. Mislim, da se tukaj oboji strinjajo, kaj se bojo pa odločili, pa ja. Če bo nuja taka, da se bo nadaljeval ta trend, kaj do zdaj, ta trend okužb, potem mislim, da skoraj da ne bojo imeli izbire, no. V bistvu, sej, ne vem, mislim, morda bi lahko počasi zadevo tudi koncu pripeljali. Vidim, da smo bili kar dolgi, debata je bila zanimiva in v bistvu vedno je, jaz sem bil pripravljeno še tisto, sicer to temo smo tudi že nekaj načeli, MVP bitko in če se Luka še lahko vmeša v boj za MVP-ja, mislim, da smo na to odgovorili, da verjetno, da ne, bi mogel imeti res neverjeten tisti drugi del sezone, pa pogosto se ta narativ oziroma ta zgodba o MVP-ju spiše že v tistih prvih 2-3 mesecih, se nekje izrišejo tisti glavni 2-3 kandidati, včasih samo en. Zdaj mislim, da sta Kevin Durant in Steph Curry za razred pred ostalimi oziroma pred Giannisom in Jokićem. Čeprav recimo Jokić ima izjemno sezono, je treba reči, da ima še boljšo sezono, kot jo je imel lani in bi si zaslužil, da je še više, ampak tudi rezultat ekipe šteje, čeprav če bodo recimo se tam nekje do konca sezone prebili med prve 3-4 ekipe, bi jaz njega dal tam, kjer je Steph ali pa KD, kjer sta Steph ali pa KD trenutno. Giannis pa ja, no, potiham, ampak tudi on igra še vedno izjemno. Ne vem, imate tukaj še kakšno razmišljanje o tej MVP bitki? Misli kdo, da se Luka še lahko prebije, da se motim tukaj, ali kakšno je vaše mnenje? Ja, jaz bom čisto kratek, jaz mislim, da ni pogojev, da se še vključi v MVP bitko. Matej Hrastenkov, tudi vidva kakšno mnenje tukaj v MVP bitki? Morda pa napoved za MVP-ja? Luka ima šanso sam, če gre vsi v safety, health and safety protokol razen njega, vsi glavni konkurenti letos, žal. Tako da, mislim, da sta sam dva, tako kot si že rekel, Steph pa KD, no, čisto zasluženo, eden od njih. In to bo MVP bitka, ki jo bomo lahko z veseljem, z užitkom spremljali vsi basket sladokusci. Kevin Durant po tisti poškodbi zopet igra kot stari KD ali pa še kot boljši KD. Res izjemno igra, Steph tudi končno so sestavili zopet šampionsko ekipo s potencialom okoli njega, ekipo, ki idealno ustreza sistemu, ki njemu idealno ustreza, ki ga je kar postavil in vse zopet klika odlično. Ko bo prišel pa še Klay, bo pa ja, Golden State lahko res letos izjemen, Phoenix, razred zase tudi ekipa in tudi CP3 bi si mogoče zaslužil malo te MVP debate, ker edini in glavni razlog, da je Phoenix tako visoko, je CP3. Mislim, da če vzamemo CP3, kljub temu, da njegova statistika ni na nivoju teh ostalih igralcev, ki jih omenjamo kot glavne MVP kandidate, ampak mislim, da če njega damo ven, če damo Chrisa Paula ven iz Phoenixa, takoj ta ekipa pade za 5, 6, 7 mest na lestvici in je ekipa, ki je recimo playoff ekipa ali pa ali pa tako na meji playoffa, tako da, oziroma play-in ekipa zagotovo, ampak tako razliko mislim, da dela. Zelo dobra ekipa, zelo dobro so postavili ekipo, tudi dobro kadrovali tisto, kar v Dallasu ne delajo, pa je zanimivo tukaj samo ena navezava, ker ravno Sarver, lastnik Phoenix Sunsov, je bil dolga leta znan kot eden od najslabših, če ne najslabši lastnik v ligi. Lastnik, ki se je tako kot Cuban konstantno vmešaval vse. Tudi letos je prišel nek ekspoze o njemu, ven so objavili, ker je bil obtožen rasizma in seksizma in vseh mogočih grehov, ki naj bi bili bolj stvar preteklosti, ker naj bi namreč tam 2-3 leta nazaj, ko je pripeljal tega Jamesa Jonesa, kot GM-a ga postavil, spremenil svoj pristop in mu dal proste roke, da sestavi ekipo, kot ve in zna, in vidimo rezultat na dlani. Potem po 3 letih, tisto zadnje vmešavanje je bil še draft Aytona, na mesto Luke ali pa katerega drugega igralca. Oni želijo Aytona, ker je hodil na isto univerzo kot Ayton in je eden od donatorjev na tej univerzi, ampak
po tisti napaki, ki ga ni očitno, oziroma jih ni stala toliko, je dal povsem proste roke GM-u, ki je potem postavil ekipo, tako kot se zagre, tudi okoli Ejtona, mislim, je pripeljal izvrstnega organizatorja, ki ga v pick and rollu lahko hrani in ja, no, to je zdaj že topika zase, ampak je lekcija za Cubana tukaj že spet. Če se nehaš vmešavati in daš proste roke ljudem, ki vejo, kaj počnejo, je rezultat potem lahko na dlani. Ampak ja, MVP bitka, bi morda Hrastenkov še tukaj svojega kandidata. Jaz res mislim, da bomo Kevin Durant in Stepa z užitkom lahko spremljali do konca in vsak košarkarski sladokusec je lahko vesel, da ta dva igralca zdaj v 30-ih igrata še na tem nivoju. Ne, mogoče Hrastenkov še kaj. Ja, no, sej, potem bi pa morda lahko počas zaključen. Morda bi sam še eno stvar omenil, ker sem ravno danes videl eno zanimivo debato o teh narativih v NBA ligi, zgodbe, kako se ustvarjajo, ker dosti kritik, o tem smo ta space veliko govorili, kritikah na račun Luke, tudi tistih upravičenih, ki so seveda tukaj, mislim, da konstruktivne in jih bi bilo dobro, da jih Luka upošteva. Ampak je zanimivo, mislim, brez Luke, recimo dosti se govori o obrambi, o tem, kako je bil slabši, letos slabše igral v obrambi zaradi te slabše pripravljenosti in njegova obrambna statistika oziroma defensive rating se tukaj pogosto omenja, on-off defensive rating, kakšna je obramba, ko je na parketu, ko ni. Ampak dejstvo je, da na koncu še vedno štejejo zmage. In kljub vsem tem kritikam, in jih je res dosti več, tudi na družbenih omrežjih, na Twitterju lahko vidimo ogromno kritik, tudi letos med navijači Dallasa na račun Luke, so brez njega še vedno samo 2-6, 2 zmagi in 6 porazov ima Dallas. Brez njega bi bili zdaj verjetno na 4. mestu ali pa 5. mestu, brez njega so zdaj 14-15, 14 zmag, 15 porazov na 9. mestu in ja, še kakšen poraz ali pa 2 pa lahko celo izpadejo iz teh mest za play. In čeprav se ni tukaj zabad, da zdravim Luko bojo seveda v play-offu, ampak Ja Morant, ki je pa nekako v katerem se pa pišejo bolj pozitivne zgodbe, to sezono je recimo ravno kar zamudil 12 tekem in brez njega je Memphis imel niz 10 zmag in samo 2 poraza. Z njim skupaj bi bili med slabšimi ekipami, brez njega imajo pa niz zmag, ki ga letos mislim, da so imeli samo Phoenix pa Golden State daljšega. Tako da, ampak ne vidim nobenih kritik na račun Ja Moranta, recimo, kako je ekipa brez njega boljša, čeprav sem videl, da je po tej zadnji tekmi, ki so jo izgubili proti OKC-ju, nekaj tekem nazaj so OKC premagali z, mislim, da največjo razliko v zgodovini lige preko 70 točk. Zdaj sinoči se je pa Ja ravno vrnil na prvi tekmi in so izgubili proti OKC-ju, ki je najslabša ekipa lige in ne bi mu nek navijač zabrusil, da naj se usede in še nekaj časa počiva. Ampak to je edino, kar sem videl, mislim, nikjer ne vidim, da bi se pisalo o tem, kako so recimo Memphis Grizzly boljši brez Jaya, ampak sem pa videl letos že tvite kakšnih novinarjev o tem, da Dallas Mavericksi lepše igrajo brez Luke, ampak zdaj ta lepša igra je, ja, če je tvoj skor 2 zmagi in 6 porazov, potem bi mogel čim prej se Luka vrniti in je to mute point, oziroma ni stvar za debato, ampak da ne bom predolg, Blaž, Marko, Matej, Hrastenkov, ne vem, Marko je imel, ne vem, da službene obveznosti še zdaj tokrat med Spacem, tako da se ni mogel redno uklapljati noter, ampak Blaž, Matej, Hrastenkov, imate še kaj za dodati, izvolite, končne besede, če tako rečem. Ja, mislim, sej obdelali smo bolj kot ne, več stvari smo obdelali, kot smo mislili, pa tudi dolgi smo bili kar fejst, no, tako da jaz ne bi več veliko govoril, no, ziher me je marsikdo že sit. Jaz bi dodal samo to, kar je glede Dallasa že bilo rečeno, mislim, da je Zbale lepo rekel enkrat, da ta Dallas brez Luke bi imel težave tudi Eurocup usvojiti in zdaj mi je uspelo dokazati, da je imel takrat Zbale prav.
In tisti, ki govorijo o tem, koliko Dallas igra lepše brez Luke, nimajo pojma o basketu, ampak žal večina Američanov je takšnih, da nima pojma o basketu. Tako da, drugače pa, kot sem rekel, no, to ni resno zagledati. In edino, kar je bilo dobro, zdaj, kar se te Lukove poškodbe tiče, je to, da jim je res uspelo dokazati, da to moštvo je daleč najbolj odvisno od Luke. Vsa ostala moštva so manj odvisna od prvih igralcev in da brez njega pravzaprav sploh niso resna ekipa, ki bi lahko karkoli dosegla. Samo to. Absolutno, ampak to je tisto, kar smo lahko videli že po predlanskem play-offu, pa po lanskem play-offu. Spomnimo tiste zadnje 7 tekme, mislim, da ima Luka 46 pik, 15 podaj, 10 skokov, pa so zgubili, mislim, na koncu niso bili niti blizu na 7 tekmi v tem zadnjem play-offu. Vsi smo seveda govorili o tem, treba je narediti spremembe, izboljšati roster, če želijo narediti korak nazaj. Da oni Nelson je pa tik pred svojim odhodom rekel, ja, Luka mora biti še boljši. In potem Kid pride pa reče, da kaj že uporabil neko metaforo o Picassu in o tem, kako mora se Luka naučiti uporabljati vse barve, ali če se prav spomnim. Ja, Matej, je bilo, da... Točno to, ja. Ja, ampak to je v bistvu ista zgodba in potem tudi zadnjič sem videl izjavo, en pogovor z Jaredom Dudleyjem, pomočnikom trenerja, lansko leto še igralcem Lakersov, zdaj je pomočnik trenerja. In je tudi on rekel, kako mora Luka igrati bolj kot Chris Paul ali pa Steve Nash ali pa Jasona Kida je še omenil. Mislim, kako mora igralcem jih bolj spraviti v ritem in ustvarjati lažje. Mislim, pa to je tisto, kar Luka konstantno počne. Mislim, kar vidimo, ustvarja lahke mete. Če te vidi v tranziciji samega, bo takoj po skoku podal čez cel parket direkt v roke. Samo steč na drugo stran parketa. Se smo videli že ogromno takih podaj v Evropi, v reprezentanci, v Realu, v Dallasu. Mislim, lahki koši so tisto, kar dobivaš, ko igraš poleg Luke. Ali dobiš odprt met za 3, če si dober roll center, če si dober dive man, boš dobival lobe ob obroču, kot jih je v reprezentanci, brez problema. Kaj že bil njegov Miha, Miha, slovensko ime, Miha Tobe. Kot je Tobi v reprezentanci izgledal, mislim, so začeli vsi pisati o tem, kako bi ga morali v Dallas pripeljati. Pa ni Tobi recimo NBA level center, ampak je samo dobro zgledal brez Luke, ampak Dallas nima, zdaj se pa vračamo na stare rente in da ne bom zdaj začel rentati o tem, kako nima Dallas niti enega spodobnega pick and roll centra, imajo jih pa 4 na rosterju. Kako je verjetno še najboljši Boban, ki pa ne igra zaradi znanih pomanjkljivosti v obrambi in problema z gibljivostjo, ampak tudi Boban bi lahko v bistvu več igral, ampak to so pa zdaj že druge teme, ampak rabijo enega centra, ki lahko igra 25-30 minut, začenja in končuje tekme in niti tega nimajo. Tisto, kar je Luka, ki je recimo eden od najboljših, če ne najboljši, vsakakor na nivoju Chrisa Paula, ko govorimo o njegovem obvladanju pick and rolla, o njegovem playmakingu iz pick and rolla, zaključevanju in podajah, je pick and roll Mozart. Mislim, to sem jaz sam ga rekel že v Realu. Mislim, da po prvi sezoni, ki sem ga videl, mislim, je res tisto, kar najbolj obvlada in samo postavil ene par spodobnih šoterjev okoli njega, enega centra, s katerim lahko igra pick and roll, pa imaš top 7-8 napad lige. In da z njim, z Luko, ne morejo prebiti se med najboljšo 20-terico najbolj učinkovitih napadov lige, je zločin. Pa bom na tej točki verjetno najbolj, da zaključim, da ne bom novih rentov začel. Blaž, Marko, Matej, Hrastenkov, vam hvala za sodelovanje, vsem ostalim hvala za poslušanje. In prej ali slej, zdaj čez praznike bomo zihar še kakšen space organizirali, tako da če boste doma in ne boste imeli kaj za početi ali pa tudi na poti se lahko poslušati. Tako da se nam pridružite še naslednjič in lepo se majte, pa se slišimo. Živjo! Dio! Ja.